Dragi gledalci, danes pa se bomo pogovarjali o Filipinih. Imam gosta, Klavdija, ki je strokovnjak za Filipine, bi lahko rekel, obiskal jih je že zelo velikokrat. Jaz sem bil tudi lansko leto z njim na Filipinih, tako da bova tudi kaj o tem povedala, tako da tisti, ki vas zanimajo potovanja, vam bo tole zelo interesantno, tako da gledajte do konca, pa vkolikor še niste naročeni na moj YouTube kanal, se naročite za še več takih zanimivih videov, pa seveda tudi za podporo meni. Živijo, Klavdij. Bravo. Klavdij, tebi je najljubša destinacija Filipini, ne? Res je, sicer sem potoval po svetu, samo na koncu sem se odločil za specializacijo, se pravi specializacijo za Filipine. To se jih že par let intenzivno študiram, tako da lahko rečem, da sem res, rečemo, specialist, ne. No, ampak verjetno si se specializiral za Filipine tudi zato, ker so ti všeč, ne? Ne, seveda, ne, recimo Filipini, pa če sem bil prej tudi Tajsko dobro poznam, samo Tajska se je zadnja leta ali pa desetletja tako globalizirala, ne, da je po doživetjih je že blizu Evropi, ne. Medtem so pa Filipini ostali na ravni, kot je bila Tajska, na primer 40 let nazaj. Lahko rečemo, da so tam nekje na koncu sveta, čeprav niso. Ljudje se temu primerno obnašajo, to je bolj preprosti, ljudje so tam, narava je še nedotaknjena za razliko od ostalih držav v okolici. Sam si bil tam, videl si, da so pač praktično že na vsaki stranski cesti je levo in desno džungla in pač so še eksotični, izredno eksotični so. Istočasno so pa lahko dosegljivi, ne. Naprimer, če hočeš ti nekaj takega videti v Indoneziji, moraš globoko v džunglo iti, se pravi potovati, ne vem, s helikopterji, z ladjami, tukaj greš pa iz avtom, ustaviš avto in si že, rečemo, skoraj sredi džungle, ne. No, to primerjavo s Tajsko, ki si naredil, ne, je zanimiva. Jaz, kakor veš, sem bil lansko leto tudi en mesec prej, preden smo šli na Filipine, sem bil na Tajskem. In zanimivo, da za moje video posnetke na Tajskem je bilo veliko večje zanimanje, kakor za Filipine. Tako da ljudje bistveno bolj Tajsko poznajo in si tudi bistveno bolj želijo iti na Tajsko kot na Filipine, ampak jaz moram pa zase povedati, mi je bilo čisto super na Tajski, ampak ne moreš primerjati Filipine pa Tajske. Jaz na Filipine bom sigurno še šel, čeprav sem bil 3-krat, na Tajsko pa nimam več plana iti, čeprav sem bil samo enkrat. Moti me pa predvsem ta gužva, to je, rečemo, Phuket. Mislim, to je čisto naseljeno, to so avtoceste z enega manjšega mesta v drugega. Smoga je toliko, da je za znort. Imaš občutek, da si v Evropi, Filipine je pa res čisto nekaj drugega, tako kot si rekel. Stvar Tajske je, da Tajci kot promocijsko so bistveno bolj sposobni kot Filipinci, ne. Filipinci, rečemo, da tam turizem ni na ravni, recimo na evropski ravni, še manj na tajski ravni. Na Filipine bistveno premalo vlagajo v promocijo in zdaj pač, a je to hotel ali ne hotel, dejstvo je, da leta 2019, ko je bilo višek turizma v svetu, je bilo na Filipinih, je prišlo tja 7 milijonov tujcev, na Tajsko pa 40 milijonov, ne. In to je razlika, ki nekaj pove, ne. Tudi tem Bali, ki je, mislim, Filipini so 30-krat večji od Balija, ne. Sem na Baliju je bilo 5 milijonov, 6 milijonov turistov, na Filipinih je bilo pa 7, to je, skoraj rekel, sramotna številka za to, kar vse lahko ponujajo, ne. Samo pač organizacija peša tam, ne. In jaz mislim, da je to posledica tudi tega. Niso prepoznavni, ne. Enostavno ni reklame, ni nič, ne govori se o Filipinih, ne. Tudi, če greš, ne vem, na internet in tako naprej, ti Tajsko 10-krat prej ven vrže, kot ene Filipine, ne. In tudi dajmo povedati, ne, to je treba povedati, po Filipinih je potovanje organizirati oziroma so potovanja otežkočena, ker so to otoška država. To je 7600 otokov, od tega jih je 2000 naseljenih in pač iz enega otoka na drugega je relativno težko priti, se pravi letalo oziroma ladja. Tajska je pa pač država, kjer pač otokov je bolj malo, ne, oziroma sta dva, to je Phuket pa Koh Samui, ne, rečemo, ostalo je pa pač celinska država in je veliko lažje potovati, ne. In tudi
jaz vsakmu priporočam, ne, tisti, ki gre prvič na potovanje, naj začne s Tajsko. Tajska je relativno lahko, vsi ti pomagajo, vsak hotel ima svojo, ko bi rekel, neke vrste agencijo, na Filipinih tega ni, ne. Tam se moraš znajti, se moraš. In rečem, da tisti, ki se malo znajde, rečemo, živeli smo v Jugoslaviji, ne, in smo se naučili znajdati se, to še nekako gre, ne, da pa prija dol, naprimer en Američan, ki je neelastičen, tako ali drugače, tisti ima pa sigurno probleme s potovanjem, ne. No, samo ta letalski promet na Filipinih se meni zdi, da dokaj super laufa. Jaz tu zdaj, ko smo bili mi skupaj, ne pa pol še, ko smo 11 dni podaljšali, tole sicer samo 2 letalska pol še, to laufa poceni je, tako da se mi kar okej zdi, no. Se ni to, sej letalski promet je, ne, se tam mora biti, kako bo šli z enega otoka do drugega, z ladjo lahko potuješ 2 dni, z letalom greš pa 2 ure, ne. Seveda se to je, ne, samo tudi te njihove letalske družbe, ki so izredno velike, ne, to so 50krat večje kot naš bivši JAT, ne, ogromno je odpovedi letov, ne, zamuja se na veliko. Sicer mi, ko smo bili, tega niste občutili, jaz sem pa pred tistim že 2 leta so mi odpovedali, ne, in sem mogel vse na novo organizirati, ne, ker tako od danes do jutri odpovejo, ne, ampak to je del realnosti, ne, ampak ni problem sam let, seveda greš na letalo, problem je, da moraš do letališča priti, vedeti moraš, kdaj pa moraš priti, kako boš prišel do letališča, potem problemi so potem s tem čekiranjem, ne, moraš biti toliko prej na letalu in seveda ko greš iz enega kraja, z enega otoka na drugega, ti mimogrede gre pa v dneva, ne. Čeprav je pa let mogoče uro pa pol dolg, ne. Ja, če imaš to vse organizirano, pa rezervacije prej, je to res problem. Če skupina, tako kot sem bil pa jaz, če bi mi en let odpovedali, pa če en dan bi bil v tistem kraju, nekaj bi se že zamotil. Ja. Ne rezerviram se nikoli prej prenočišč, ne vem, jaz se ne rezerviram en teden naprej, tako da tudi ti verjetno ne bi bil problem. Ne, če si sam, sploh ni problema, ne, vstaneš, greš, podpade let, recimo meni so za to potovanje imajo, ker so bila skupaj dol, naprimer so meni 3 dni pred letom, ne, so mi odpovedali, ne, in potem so začeli to je bilo vse vezano, ne, je bilo iz letala, smo prišli za Muange v Cebu, tam bi mogli čakati 3 ure in iti na letalo za otok Palawan, ne. Ta let so odpovedali, ne, in potem so mi začeli ponujati razne variante, ne, jaz nisem vedel več kaj narediti, zakaj, ker tudi na Palawanu smo imeli že rezervirane te rent-a-car in tako naprej, to je vse povezano, ne, skupina. No, in kaj se zgodi, na koncu mi dajo predlog, ne, so mi dali predlog, so razubili skupino na polovico, ne, polovico recimo bi šla v soboto, druga polovica pa v ponedeljek, ne, to spet ne gre, ne, vsi niso znali angleško, ne, nič, ne, in na koncu se je zgodilo, da so bili en kup stroškov dodatnih je bilo in sem preklical ta let, ne, seveda sem izgubil, finančno sem bil oškodovan, ker mi niso povrnili nazaj, ne, to je tudi ena drugih takih resnic, ki lahko dol doživiš, ne, sem mogel z drugo letalsko družbo, zato smo mi takrat bili 2 dni v Cebuju in smo obiskovali tisto, kar smo Oslop in tako naprej, zato ker sem čakal na drug let z drugo letalsko družbo, ne, iz Air Asia, ne. No, da sem malo gledalcem povem, da bojo malo lažje razumeli. Klavdij ima drugače turistično agencijo, on ljudi vodi na Filipine, organizira potovanja in jaz sem z njim šel maja, oziroma konec aprila smo šli, maja smo nazaj prišli, ne, tako da tam smo bili 19 dni z agencijo. Jaz sem potem še za 11 dni podaljšal, prav tako še nekateri sopotniki, pa ti si tudi podaljšal, tako toliko, da bojo vedeli, da imaš agencijo, da se s tem ukvarjaš in tako naprej. Ja, tudi licenco, dovoljenje za obratovanje, ker vsi namreč, ki jih se predstavljajo na internetu, niso vsi licencirani, to je zelo pomembno, predvsem, kadar pride do kakšnih problemov oziroma nesreč, ne, takrat je pomembno, da si ti zaščiten, pravno, da si zaščiten, ne. Ker če ne, lahko zelo drago plačaš vse skupaj, ne. Verjamem, ja. Drugače, kateri so ti pa, rečemo, kaj so ti top kraji na Filipinih, tisto, kar nekdo, ki še ni bil na Filipinih, pa mogoče razmišlja, da bi šel. Kaj so tiste top 3 stvari, ki so tebi najbolj všeč? Torej, tukaj je treba ločiti, ne, treba je ločiti nekoga, ki gre prvič,
ne, in rečemo na sladokusce. Ja. Tisti, ki gre prvič, toplo priporočam, če gre sam, da kopira programe, ne, in se tega drži, tudi programe teh turističnih agencij, kajti tam potovanje ni tako lahko, kot izgleda na prvi pogled. Ne. Če pa zdaj, se pravi, to so za tiste, ki imajo, ne vem, na razpolago 12-15 dni, ne, to so zelo napeta potovanja, ker nimaš dovolj časa, ne, ker tam za vsako stvar rabiš en kup časa. Ne. Potem tisti, ki pa hoče res nekaj več in tisto, kar ti tudi največ da, in to si tudi sam videl, je pa jug. Ne. Jug Filipinov, to je muslimanski del, to je tisti del, ki je v bližini otoka Borneo, ne, to je malezijski del otoka Borneo, tam se je čas ustavil in tudi ljudje so tam drugačen, te karakter ljudi je drugačen. Ne. Tam za človeka si še vedno, ker pač tam turizma absolutno ni oziroma je zelo nerazvit, ne, tam za človeka si še vedno, mislim, za domačine si prvi človek, potem vse ostalo. Ne. V ostalih krajih, ampak to velja za cel svet, turističnih krajih si pa denarnica na dveh nogah. Eni to znajo prikriti, drugi ti niti ne prikrivajo, ampak pač toliko si jim zanimiv, kot imaš debelo denarnico. Ne. Res, ja. Na jugu pa tega absolutno ni. Tam je pa vsak, ki do tebe prstop, iskreno zato, Ja. ker zaradi tebe ne pomisli nič na noben denar ali da bi ti kaj prodal, to je In da res, te kar te vidi kot belca, ker on belca samo še na televiziji vidijo. Ne? In ko priješ ti tja, si se videl kot belc, mislim, kot ne, bolj, se tudi Filipinci niso temnopolti, so malenkost bolj rjavi kot mi, ne, ampak za njih je ta bela koža nekaj veličastnega, mislim, in pač vse kdor na Filipinih, ne, kdor ima denar, ti bogataši si celo belijo, ne, da so potem, ne, da so bolj se svetijo, potem tam, če se vidiš, da tam po cestah, ko je sonce, hodijo z dežniki, da jih ne bi sonce vžgal, ne, ker tam biti, mislim, vžgan od sonca, ne, oziroma pač porjavel tam ni statusno, ne. Statusno je bolj bel, ko si, več pomeniš. Ne. Tako da jaz res jug, to sam videl, to je nekaj veličastnega dol. Ne. To je, ne, tudi Svidok smo pa šli, pač nas kar policijsko spremstvo, pa k županu smo šli, pa zakusko, ja. Župani smo šli, ker treba je še povedati, tam župan ni kot pri nas, ne, tam je Boki Batina, to je oblast je tam, ne, tam je župan več kot predsednik države, ne, guverner, da ne govorimo o guvernerjih, ne. Veš, da so bili to, kakšno veselje je bilo, ko smo prišli tja, ne. Veš. Ja, to je bilo noro, ne, in to je tisto ta pravo potovanje, ne, mislim, ta pravo, rečemo, tega na Tajskem ni tudi približno, ne, mislim, to je svetlobna leta drugačka na Tajskem, ne, tako da meni je bil tudi ta jug fantastičen, zdaj, dragi gledalci, dal bom v opis tega videa link do videa, ko smo bili tukaj na jugu, to je bilo tako fantastično, da vam ne moram povedati te Benetke, kako se pravi. Sitankaj, ja. Mislim, azijske Benetke. Kaj je bilo tam uni šole, so prišli se vsi znam slikati, pa tam, kako so nas sprejeli na tistem. Ja, pa Dončić, ne, vsi so Dončića poznali. Ja, pa tam na tistem, pri nas pravimo Tic, ne, tam neki turistični urad, kako so nas pričakali, kako smo bili dobrodošli. Mislim, to je bilo res fantastično. Ne, sej, Tajska je bila taka 30-40 let nazaj, ne, zdaj se je pa pač globalizacija, se vidiš, včasih so, Tajska se imenuje dežela smehljajev, ne, kdo koliko se jih pa dan smehlja tam, vsi so napeti, vsi so živčni, ja, tako kot pri nas je, ne. Se strinjam. Filipinci pač niti obremenjeni, oni so tudi karakterno, so drugačni, tam oni živijo za dan, ne, se pravi od 00 do 24, kar je bilo prej ni pomembno, kar bo, šele bo, se pravi ni in pač živijo za tisti dan in so vedno dobre volje, ne. Zato, ker oni niso obremenjeni s penzijami, jih takih nimajo, niso obremenjeni s, ne vem, podržitvijo bencina, ki itak avtomobilov večinoma nimajo, ker še moped imajo in to je to, ne. Veš, kaj je zanimivo, če mogoče ti veš kaj o tem več povedati. Takole, ko sem se z motorčkom okoli vozil, bi rekel po podeželju, pa v kolibah ljudje živijo, ne? Ampak tako, mislim, tudi moški, ampak jaz sem še bolj ženske opazil, ker pač dolge lase pa to. Mislim, kako so čisti. To vidiš, mislim, se to tudi dostikrat vidiš, ko se umivajo pa to, ne? Čeprav v kolibi živi, mislim, to je čista, diši, lase se svetijo, vidiš.
na frišno prano, ne? To je tako, ne, več ali manj, dajmo povedati, da v Filipinih več ali manj je polovico prebivalcev nezaposlenih, čas imajo pa ogromno je vode, ne, to je deževna dežela, ne, tam 6 mesecev na leto je deževna sezona, sicer zdaj se tudi tam drastično spreminja, tako da suha sezona postaje nekako deževna postaje suha, vode imajo na pretek, ne, in dejansko to izkoriščajo, ne. Se ti se ne moreš na dan 5krat tuširati, če delaš tukaj, ne. Imaš cajt, 80 ur, ne. Ten čas je, ne, in tudi so nagnjeni k temu čistoči, ker so res, oni so izredno čisti ljudje. Tudi Tajci so zelo čisti, ne. Naprimer napram kakšnim drugim, kako bi rekel, državam v okolici. Indija, rečemo. Ja, ne, samo v Indiji verjetno imajo tudi manj vode, ne, tega ni na razpolago, nekje boš v enem velem mestu, tam, ne vem, veš, 20 milijonov prebivalcev, ne, ni, ne. Ti z Ganges imajo, se greš kopati v Ganges, pa samo še okuziš se lahko, ne. Si sem še bolj umazan. Sem bolj umazan, ja. No, se pravi kar se pravi top destinacije, se pravi ena je pol zate ta Tavi na jugu, ne? Pa še to ne bi še dopolnil, da ta jug je zanimiv, ne, ampak je izredno težko organizirati, ga je zelo težko, pa še za to rabiš čas, ne. Tukaj ni 11 dni, 15 dni, to je premalo, absolutno premalo, kaj ti vse, da sploh do tja prideš, rabiš že toliko prestopov in toliko teh čakanj v hotelih in tako naprej, da za to rabiš čas, to je 20 dni, manj kot 20 dni se ne splača iti, ne. Je pa res, kako si rekel... Misliš 20 dni za celo potovanje, ja. Ampak koliko bi pa na jug minimalno mogel iti po tvoje? Ja, minimalno, potem odvisno, ne, zdaj, potem, če greš ti na jug, minimalno moš ali spustiti otok Palawan, ali spustiti Tavi, ne, oziroma del Cebuja, ne, zdaj se je treba odločiti, ne. Na jug dol minimalno, po moje, je 15 dni, samo potem sigurno nekaj odpade od tistih znanih destinacij. Ja, no, to je logično. Pa računaš, da je narediti kakšen potovanje, rekel samo jug ali pa z poudarkom na jugu? Ja, bom poskušal ponovno naslednje leto, če se bo dalo, ne, sem pač, nažalost je tako, ne bom rekel nažalost, trend je, da se danes potuje po svetu, tudi te, ne samo Filipine, tudi Tajska in druge destinacije, po 10-12 dni, ne. Zdaj 10-12 dneh je karkoli težko organizirati, razen jaz tudi ne vem, kaj ljudje od tega imajo, ne, v 12 dneh. Dajmo povedati, na tako dolgo pot je let, v obe smeri je 2 dni. Ja. Plus interni leti, plus da te še kaj zraven in od 12 dneh ti ostane 8 dni, ne, to je malo, ne. Pa še to moraš poračunati, ker po 2 dneh dol prideš na lokacijo, si zmatran kot pes, ne, tako da. Dober, jaz sem seveda bolj za te daljše potovanje, tudi sam hodim za daljše, tudi ko si ti mu ta 19 dni, sem rekel, Klavdija, jaz bi to še malo podaljšal, pol, da mi ti karto kasneje rezerviraj, ne. Ampak ja, je pa problem ljudje, ki imajo službe, ne, tako da se težko v njihovo situacijo postavim, ampak verjetno se to tudi malo navadijo, ne. Jaz tudi vidim, moj brat, ne, to je vse veliko bolj intenzivno, njegovo potovanje je veliko bolj intenzivno, kakor moje, ne. Ja, seveda, ne, on ima izkoristiti more, ne, mora izkoristiti do konca in tam dejansko nekdo, ko gre za 12 dni, on ne sme en dan prespati, ne. On je vrgel tisti dan proč, ne, in sam jaz recimo pri Filipini, pa isto za Tajska, tam so relativno nizke cene, tam ni pomemben denar, ne, tam pomemben je čas in čas je tam denar, ne. Zdaj, če boš ti en dan se cel dan na eni plaži kopal oziroma sončil, od 8 dneh je to proč vržen, ne, ali pa da kakšni nekaj prespijo, rečemo, ne. Če greš pa ti za, recimo, teoretično za 1 mesec, pa si lahko prvoščaš, da si v enem kraju, ki ti mogoče niti ne odgovarja, si 2-3 dni, ne, se imaš dosti časa na razpolago. No, meni na Filipinih ni bilo kraja, ki mi ne bi odgovarjal, tako da. No, lej, v Cebuju ne bi mogel biti več dni, ali pa tudi v Manili, po mojem. Ne, to so... Ker nisem niti tak ljubitelj mest, ampak drugače pa ni bilo kraja, ker, lej, zmeraj lahko v najem vzameš tisti skuterček za 6 €, pa se odpeleš nekam, ne, tako da ni to, ne. Ne, saj vsa njihova mesta, ne, ta večja mesta, recimo milijonska mesta, pa tudi tista pod milijonom, ne, torej si sam videl, to bom rekel, niso lepa mesta. To so brez enega pravega centra, neki ni nobenih zgodovinskih stvari noter, tudi Manilo, ne, kakšne forsirajo. Zame Manila, bom rekel iskreno, je izguba časa, denarja in energije, ne. Tisti zgodovinski del je in ni zgodovinski, nekaj je starih stvari, mislim, starejših stavb noter, nekaj popolnoma modernih, tako da kaj konkretno
konkretnega tam videti nimaš. Ne. S tem, da v velikih mestih je ogromno onesnaževanja in kdor ima recimo kakšne pljučne bolezni, kot jaz, ki imam bronhitis, to se takoj čuti, potem je vroče strašno, zatohlo je, nobenega vetra, nič napiha, tako da je res, če se le da, se izognem tem milijonskim mestom. Ne. Sej Cebuma z okolico, 2 milijona 800 tisoč prebivalcev, ne, to ni... Se iz enega konca na drugega, če padeš v gužvo, se lahko 2 ure voziš. Ne? No, jaz sem pa, kaj se najde, kakšen mesto, ki mi je všeč, veš, kateri mi je bil všeč, ta, ki smo Zamboanga, ki smo šli tam tisti muzejček, pa mislim, tam mi je bil ti za tizga, par ur, ko smo bili, mi je bilo zelo zanimivo. Ja, sej za par ur je, ne? Ja, Cebu pa tudi za par ur, ne, če to pa sem sploh, iskren. Si v centru, pa misliš, da si v Evropi na periferiji, ne? Fantastično je bilo, ko smo v Cebuju gor šli v tiste restauracije, v hribe gor, tiste super bilo, ampak to trabaš, da se pripeleš gor. Se to je problem, če ti nimaš naprej organizirano, ti gor še s taksijem priješ dol, pa ne prideš več, ker ne vozijo gor, ne. To je zelo težko tudi organizirati, moraš imeti prav najeti te kombije, ne, da te pač pelje gor, da počaka in te pripelje nazaj, ne. Se to je najbolj taka turistična točka, ne, ta razgledna točka nad mestom Cebu gor, ja. No, sej je ful dobro, ne, ampak malo težko prideti. No, drugače pa ta Tavi, ki smo bili, ne, rečemo fantastično, po mojem mnenju smo bili premalo časa. Verjamem pa, da komu ne bi bilo zanimivo, rečemo, mislim, jaz tle, primer, smo imeli program dosti natrpan, ampak rečemo, tle bil komod, bil človek en dan še, tam, v katerem kraju smo spali? Mongao. No, tam en dan, če bi bil, da bi se sam sprehajal okoli, da bi šel kaj v mest, se veš, ko smo šli, da bi pred ljudje do nas, da greš počas, mislim, ali pa če greš skupino, ampak tako, da imaš vsaj pol dneva, rečemo, frej, ne, ker ljudje so bili, se vidiš, so vsi iskali možnost, da bi se z nam pogovarjali, pa slikali, pa to, ne. Tisti zajtrk je bil fantastičen, tak, bi rekel. Njihov tipičen, ne, tako da je bilo res super, da ne govorim po unih stopnicah gor, ko smo šli, ti se bilo fantastično pa gor, ne. Tako da tam po mojem je, mislim, tam bi mogel biti par dni, bi bilo fantastično, ne. Pa Tavi je tudi to, ne, to je, hrana je tam najboljša, zato ker oni imajo malezijsko kuhnjo tam, ne, ker je zraven je Malezija oziroma severni del Borneja, kot sem že prej rekel, spada pod Malezijo, je zelo raznolika kuhinja, ne. Medtem kot Filipinci imajo zelo, ko bi rekel, ponudba ni ravno na enem višku, ne, zelo tak borna ponudba je, nimajo brez fantazije, ne. Medtem pa Tavi dol, tam pa je tudi zajtrk to, kar smo mi jedli, ne, to je malezijski tip, ne, ker če bi šel ti v eno filipinsko tako podobno restauracijo, bi dobil take kruhke, na pol sladke in to je to, veš, pa Coca-Cola oziroma kakao zraven in tam se konča, tukaj pa je bila ogromna izbira teh slaščic, ne. No, na Filipinih se dobro je v kakšnih restauracijah, ki so tujci lastniki. Rečemo, tega imaš na Bantajanu dost. Jaz sem bil zdaj, pa prej sem bil že enkrat, sem zmeren dober. Ja, seveda, oni imajo, veš, kaj vejo, imajo široko ponudbo, ne, sej tudi nekatere te restauracije za Filipince, ki so izredno poceni, tudi tam imajo malo večjo ponudbo, ne, samo v resnici je pa ni na ravni ene Tajske, da se recimo Tajska... Ne, na tajskem hrana je pa boljša na tajskem. Pa Kitajska, da ne govorimo, to ni primerjave, ne. Tam je užitek hrana, tudi če nisi gurman na Tajskem z veseljem, greš v restauracijo. Na Filipinih jaz grem pač, ker sem lačen, ne, pač ni, da bi se pa veselil cel dan, da mu šel zvečer na večerjo, ne. To je res. Enkrat si mi omenil, da si tudi razmišljal, da bi, če boš organiziral na jug, da bi se prespalo, jaz oprosti te kraje pozabim, kako se že ta Benetke azijske? Sitankaj, da bi se tukaj prespalo, a je to možno? Možno je, se tudi, dajmo povedati, letos pač sem tudi hotel organizirati, sem je bilo prepozno vse skupaj, tudi tako, da je potem sem opustil, se pa v Sitankaju imajo na razpolago sobe, sicer spet to, ne, to je tisto, če si specializiran, potem priješ do teh podatkov, če ne, tega na internetu ni, ne. Na razpolago so sobe, na razpolago je 5 sob, sicer tam brez klime, ne, ker seveda tam pač ventilatorji delajo, klime ni, ker tudi ne more biti, glede na to, da... Tam tudi elektrika so vse agregate. Agregate je vse elektrika, to je bilo tudi, nekako sem že dogovorjen za to tukaj, ne, da se da to, ne, in tudi pač, in tudi, ko si videl, ne, letos,
mi nismo šli s tistimi klasičnimi njihovimi barkami, ki se imenuje banke, ne, to je tista pač lesenjače, ki pač gre, kar gre, ropota in tako naprej. Ne. Tudi to letos, ko smo šli s tem glisarjem, ne, to je bilo tudi, dajmo, ne da bi se hvalil, moraš zelo dobro poznati ljudi, da ti tudi z glisarja prideš. Ne, ker dobiti glisar, ki ima zadnji, recimo to Yamaha novo 250 konjsko, je zelo težko. Ne, to je bilo pač posebej To si rentan. pripovedoval, da celo prepovedano je človeku kupiti, ne vem, koliko močnejši motor, če ni neki v vojski ali Ne, nekaj. po novem zakonu, ki ga je uvedel prejšnji predsednik Duterte, ki je naredil red na Filipinih, ne, ker Filipini, tako, vse tam je vse podomačeno, on je v redih spravil. Tam je bilo tudi nekaj tega piratstva na otokih, ne, na južnih otokih, sicer od Indije naprej, vse to piratsko območje. In eden od zakonov bi ta, da motor ne sme presegati 75 konjev, ne spet, da s 75 konji te mimogrede ujamejo. Če imaš pozadnji 500 ali pa 1000 konjev, pa to že druga pesem. Ne. In tam dejansko nihče ne sme tega preseči, razen politiki, policija in vojska. Ne. In mi smo ta čovn dubl, je Ta bil čovn je lastnik bil, nekaj. lastnik tega čovna je bil guverner tega otočja in on sicer ni imel samo ta glisar, jih imel tam, sem slišal, 15, ne, ker tudi pač, kadar gre on od otoka do otoka, gre pač seveda gre s temi glisarji in potem on gre sam v prvem, v zadnji ima pa spremstvo 3, 4, 5 ne, kot varnostnik in tako naprej. Ne. Čeprav ni nevarno več tam, ne, ker so te pirate pa tako naprej, so to omejili oziroma ni več tega, sem še vedno je pa to mejno območje, ne, ker to je meja z Malezijo in seveda na mejnem območju je vedno vojska in je vedno policija, zaradi tega si tudi videl, ne, da pač so nas spremljali policija, pač, ker mi smo se cel čas vozili ob meji, ne, in včasih, jaz vem, smo šli tudi malo preko na malezijsko stran, se ne moreš določiti, No ja, to je bilo zanimivo, da smo imeli skozi policijsko oziroma vojaško spremstvo z unimi oranka avtomati. Ne. Jaz moram reči, da načeloma na tem nisem navdušen, ker razmišljaš, kurc, te lahko kaj zajebava, tret, ne. Ampak tukaj sem se zelo zmotil, že ko sem one dva tipa videl, sem si jih na začetku bolj izogibal, ne. No, pa tam na čovnu, on hotel z menoj snemati, pa vidim, ne, kar puške drugim so dajali v roke, pa to, ne. Tako da one dva sta bila tako vesela, ker sta šla z nam, ne, in sta bila čist super in no, pol tudi tam še na unem drugem otoku, ker nas je pa policija okoli vozila. To je pa Simonul, Tam pa sploh fantastično, pa tako, ne. Ali pa tle na teh Sitankaju, imamo občutek, da ko smo na policijo se mogli sam prijaviti, ne, to se moraš na policijo prijaviti zaradi lastne varnosti, da če bi ti nekje zginil, da bi te najdel, čeprav jaz moram reči, da se nisem nikoli, niti mal v Ljubljani bolj nevarno. Stokrat bolj nevarno, ne. Tako da, ko smo šli kaj, sem občutek, da so vsi takrat v službo prišli, zato ker so vedeli, da bomo mi prišli, da so se lahko z nami slikali. Vsi je bilo slikali. nenadoma, je bilo 12-13 noter, ne, to so vse, vsi turnusi so prišli. To so nas sprejeli, ker bi prišli v en hotel, mislim, tak, res je bilo neverjetno vzdušje. Ne, tam, veš, tam se pravim, ta Belc tujce, to je senzacija, ne, in veš, to za njih je pač tako. No, sem tukaj še ekstremno drugač, ker ni turizma. Seveda. Ne voziti na Cebuju. Na Cebuju, veš, tam si sem tako povedal, denarnica na dveh nogah, tukaj dol turizma ni in ga tudi verjetno ne bo, ne, ker organizacijsko so predvsej amateri, ne, tudi to je muslimanski del, ne, ki sicer je super, ne, ampak pač marsikdo tudi, veš, tiste muslimanske dele ima vedno pred sabo tisto idejo o terorizmu pa tako naprej, tudi sami Filipinci, ne, se pač se una, ki je v vojski v službi, se je čudila, kako da smo bili na Tavi-Taviju, ne. Ampak Tavi, ne, recimo jaz sledim statistiko, ne, oni ne ugrebitev, nobenih streljanj, to že 20 let ni nič. Pred 20 letem je nekaj bilo in je to ampak ne, recimo Manila je veliko bolj nevarna, Cebu je bistveno bolj nevarna, ne, tukaj dol pa se vidiš, ne, otok je, poleg tega, dajmo povedati, ne, kot mi pridemo tja, ne, jaz sem to že, ko sem bil s prejšnjimi skupinami bil, ne, čeprav
ti ne vidiš, ne, imaš tam policijo v civilu, ki te fotografira, ki te potem zaradi varnosti, jaz sem prepričan, jaz jih nisem videl, ne, ampak sem prepričan, da ti sledijo, ne, zato ker za njih si dragocen. Ne. A veš, da se bi ti karkoli zgodil, pa to ni treba, da te kdo ugrabi, lahko dovolj, da te že kdo povoz, ne. A veš, to je, oni precej vlagajo v to, da bi turiste privabili. Ja, to vidim. A veš, vlagajo, se trudijo sicer, ne, ampak seveda vsaka taka stvar je negativna reklama in ti si tam navaren. Jaz sem prepričan, da si bistveno bolj navaren, kot marsikjer predsednik, recimo v Sloveniji. Ne. Se strinjam, ja. Ker jaz se spomnim enkrat, ko smo bili, še to povem, s prejšnjo skupino, pa smo šli tam pač, a veš tam, ko smo mi potem štartali z unim gliserjem za Citankaj, ne, tam je tisti hotel, manjši hotel, ne, tam prvo smo bili sami, pa je tako spet prišel en policaj, pa en v civilu, pa drug, pa tret, pa na koncu jih je bilo 10, pa en je bil varnostnik za to, pa en je bil varnostni oficir, pa tako naprej, ne, veš, in to se pravi, da nekje vejo, da si ti tam, ne, seveda so hoteli se spet fotografirati. No, veliko je to, ja. Ja, ne. Si navaren, jaz se tam bolj varno počutim, kjerkoli drugje na svetu, ne. No, drugače gledalci, če ima kdo kakšne pomisleke iti nekam, kjer so muslimani ali pa muslimanska država, to vam lahko jaz povem, pa verjetno boš ti to potrdil, tam je najbolj varno, noben ti ne bo nič ukral, bi lahko se stvari pustil tam na ulici, ti ne bo noben vzel, ne, tako da to ni negativno, to je prej pozitivno. Ne, je, pa tudi na splošno bom rekel, meni sedijo Filipinci, zdaj ne bom rekel pošteni, ker to je mogoče malo banalno zveni, res so iskreni in pošteni, večinoma, ne, seveda so tudi tam pač barabe, rečemo, ampak večinoma se mi zdijo pošteni, predvsem zaradi naivnosti, ne vem, ni tam, kraj ni, ne, recimo tam dejansko ti pustiš neki telefon, večinoma primerov ne bo zginil, ne, ti ga bo lastnik vzel, pa ti ga bo prihranil, ne, recimo drugje na Tajske ali pa da ne govorimo Evropa ali pa Italija, pa tako naprej, ko se obrneš, ti že zginejo stvari, ne, ni treba, da kje pozabiš. No, jaz tu do Mageteju, pol, ko sem šel sam, sem šel enkrat zjutraj nekam na zajtrk, tam 30 metrov stran od restauracije, parkiram motorček in sem tam pozabil mobitel noter. Ne. Jaz že tam sedim v restauraciji in pride človek, ki za menoj prinese tam en. Je bil neki varnostnik, ne, ampak mislim, jaz sem tak S21 Samsung, ne, mislim, to je telefon, ki je bil nov, ne vem, 1500 evrov, ne. Mislim, on bi 200-300 evrov sigurno za njega dobil, to sem mu plača en mesec, dva mogoče, ne. Tako da jaz nisem, mislim, posod so bili pošteni. Ne, so res pošteni, sej, veš, ko ti tako govoriš, Filipinci so pa pošteni, ne, to je patetično zvoni, ampak so res pošteni. Ne bom povedati večinoma, ne, govorim, večinoma so pošteni, ne, tudi ne bo te ugolfal, tudi ni, da ti bi, recimo, ker si pa pač tujc, pa ti bo toliko ceno nabil, vse malo dvignejo, ne, sem pa tam itak cene so kar tako, jih določajo sprotoma, ne, a veš, kar se komu pač všeč, ne glede, a si tujc ali nisi tujc, ne, sem še vedno tujc, ne, to pa itak pomeni več ali manj te bolj belopolti, tam je še vedno pač številka 1 in so zaželjeni in radi imajo, ne, Filipinci in tako naprej, ne. Ja, to sploh ni pomisleko. No, Tavi je ena destinacija, ki svetuješ, kaj bi še svetoval? Ja, potem je pa tista klasična potovanja z manjšim odstopanjem, mislim, ne z manjšim, z odstopanjem, to je tisto klasično, ne, se pač Manilo ne vodim. Manila, kot sem rekel, izguba časa, denarja in še česa drugega, se pravi, to Cebu je pač ta, na Cebuju, kaj smo videli, so ta oslop, ne, to je tam, kjer so ti morski psi, kitovci, ne, to je rečemo edina zanimiva stvar, potem je na severu gor, je ta skoraj še vedno turistično neodkrito otok Bantajan, kjer je živel tudi pač pokojni, zelo znani Slovenci, recimo vsaj za tiste kraje, to je Sandi Noč, ne, ki je pač je preminul lansko leto, konc leta. Mislim, to je izredno lepo otok iz plažami, si sam videl, tudi tam je tako umirjeno življenje, tam ni nočnega življenja, je zelo omejeno, ne, to je drug del, potem je pa ta otok Palawan, ne, ki je velja vedno tudi po National Geographicu in po teh revijah ga vedno prepoznavajo med najlepšimi otoki na svetu, ne. Sicer bom tako povedal, zame te otoki so si več ali manj vsi podobni, ne, zdaj kakšnih velikih odstopanj ni, ampak pač Palawan so ga priznali. Tam pač so te manjši turistični kraji, v nekatere napotovanja gremo, večinoma si jih izognemo in gremo
se izognemo tem znanim turističnim krajem in gremo raje v manjše kraje, kjer so ponavadi še lepše plaže, bolj umirjeno je, cenejše tam in tako naprej. Ne. Je pa na tem Palavanu, se to kdor sledi, verjetno ve, ta, rečemo, skoraj svetovno znani kraj El Nido, ne, ki ga nekateri naše agencije imenujejo tudi rajski kraj. Ne. A si bil ti v El Nidu? A se ti zdi kaj rajskega tam? Ne. Veš kako, ne se mi ne zdi rajskega. Rajsko je poluno, ko greš, ko te iz ladice odpelejo. Temu se zdaj reče otočkanje. Ja. Čeprav ne vem, mislim, toliko je tistih otokov, pa vsi na iste vozijo, ne? Ja. Jaz sem veš, da sem takrat, jaz sem bil 2015 v El Nidu in sem v srečo, sta takrat bila 2 Slovenca tam. In sta imela svoj to čolnče kupili in smo se tudi en dan z njim nas malo okoli pelali in tisto je bilo fantastično, ker to smo šli čisto na ene točke, ki ni šel noben drug, pa so bili ravno tako super. Drugače pa, ko sem prišel v El Nido, mislim, 2015 je bila neka huda gužva, tista plaža tam, kaj tisti nič, ker ti se posod lokal, pa se veš bolj, če lokal, so flaše, smeti, pa take zadeve. Ja, ti ne mogo zdaj videti, kakšna gužva je. To je bilo do lanskega leta, sred leta, to je bilo 277,000 turistov. To veš, da za tak majhen kraj, to je treba ljudem povedati. To je vasica. Podarili so že polovico stavb, ker gradijo hotele, pa to kar tako malo levo, desno, to niso neki stilski hoteli, en je rdeč, en je zelen, en je visok, ne vem, 30 metrov, en je 10 metrov in tako naprej. Tu zdaj en Slovenc, ki dol živi, je zdaj opremo in s njegovo pomočjo so tudi zgradili en manjši luksuzni hotel. Ja, zdaj sicer se ne spomnim, kako mu je ime, ampak je tako dobro naredil, da je zdaj že iz vseh Filipinov ga vabijo, da bi tudi drugje speljal ta celo operacijo, ker to kot arhitekt in kot gradbenik, na to by the way povem. El Nido je tako polhan zdaj, da več hoditi skoraj ne moreš. In to je mesto... A že takrat nisi mogel? Ja, zdaj pa še hujš. Zjutraj, ko sem šel v pekarno, ali sem 15 minut čakal, da sem na vrsto prišel? Zdaj pa ratu, poleg vsega, zdaj je ratu v El Nido, še takrat bil ti in še do 3 leta nazaj ni bilo elektrike, so imeli generatorje. No, zdaj so pa elektriko napeljali, sicer doskrat crkuje vse skupaj, ampak nekako gre, to je ratu predvsem, ko bi rekel temu, žuratorsko mesto. Večinoma hodijo ljudje, ki je do 40 leta, se zabavati, to je žur do jutranjih ur, lokalov je ogromno in to je tisto glavno. Potem še tisti izleti med tistimi otoki. Nažalost je pa zdaj, tako kot si rekel, toliko teh ljudi, da včasih, ko greš, na kakšen otok, sploh ne moreš pristati, ker je toliko že ladij pred tabo, se pravi, moraš čakati v vrsti. Ja, to se je že takrat dogajalo. Moraš čakati v vrsti ali pa iti na kakšno drugo plažo oziroma ta otok obiskati. Imaš pa na tem Palavanu, recimo imaš v Tajtaju, pa imaš tudi delno v Port Bartonu, iste ponudbe, podobni otočki, kjer pa gužve ni. In tam, če se le da, jaz peljem tja ljudi, ker bo imeli več od tega. Ker tudi ta, recimo v El Nidu, še par let nazaj je bilo to, ko si šel na ladico, je bilo luštno, prijetno, so ti gor skuhali, spekali. Zdaj po eni logiki, ki je samo Filipincem lahko jasna, so ugotovili, da to je onesnaževanje in ne smejo več gor kuhati in peč na teh ladicah. Zato, ampak ti dobro veš, da Filipinc ne bo hrane proč vrgel. Tisto, kar ostanejo, spravi, se domov, je da sosedom ali karkoli. Se pravi, se ni onesnaževalo. No, zdaj, po ta novem, pa ni več, ne pripravljajo hrane gor, pa ti prinesejo v plastičnih posodah. Recimo, če zdaj, ko sem bil gor, nas je bilo... Plastiko bil dol vrže, pa... No, ti v plastičnih posodah prinesejo, veš, tudi hrana ni več taka prej, veš, ko ti peče, zdaj je umetno vse skupaj, vkus je umeten, vse skupaj. Pa je to samo El Nido ali posod? Ne, samo El Nido je to. To so se pač ugotovili, da to je to, se veš, da njihova logika, treba povedati, da Filipinci razmišljajo drugače, kot mi razmišljamo, kar je za nas lepo, je za njih lahko grdo in obratno, tako da zelo težko je z njimi v stik, sploh se karkoli zmeniti, ker so, bom rekel, ležerno razmišljajo, niso resni, tam zamudi 2 ure, to je čisto nekaj normalnega, temu se reče Filipino time, ali pa filipinski čas, in če ga boš ti pobaril, jaz si zamudil 2 ure, bo rekel, ja pa kaj, se samo 2 ure, tako razmišljanje je, ampak hočem reči, El Nido se je res komercializiral, in jaz se temu izogibam,
So pa, No, ampak zdaj naj povemo, da aprila, v bistvu zdaj februarja Ja, peleš februarja, eno ja, ta- skupino, ja, je pol. ta je sicer že polna, Polna. ne? Potem imaš pa še aprilsko skupino, ta pa še ni še ni polna. To peleš tudi, peleš v El Nido, peleš v Port Barton. ne, to pridemo v Puerto Princeso, potem z najetimi avtomobili naprej Port Barton, par dni, je tak lušten turistični kraj, ne. Potem se gre naprimer še malo San Vicente, to je najdaljša belopeščena plaža v Aziji, 14 km dolga. Potem se gre pa mimo El Nida, se imenuje Nakpan, ne, to je manjši kraj, mislim, to je pa res eksotika, super plaža, malo ljudi je, malo hotelčkov, ne hotelov, malo hotelčkov je tam, zelo tako pristno je, ne, v El Nido bomo šli pa na te pač na otočkanje, plus zvečer bomo šli, kje se malo pozabavati, ne, da pač, če bo ljudem dolg čas, greš iz tega Nakpana, ki je pol ure oddaljen, se gre pač v El Nido malo, kaj se vem, požurejati ali pa karkoli želijo, ne, na sprehod po El Nidu, ne, to je to. Potem je pa še drugo otočkanje, ne, se meni je ta beseda smešna, otočkanje, ne, po angleško je island hopping, ne, to je pa, imam pa še drugo organizirano Taj-Taju, tam je pa pristno, ne, tam pa tudi še vedno gor. Kje je to? Taj-Taj je pa na poti, to je pa približno 1 uro pred El Nidom na desni strani, ne. Ne, to je na desni strani, to je tako manjše naselje, mislim, tako manjše mestece, turizma ima bolj malo, če jih imel El Nido 277 tisoč, so jih imeli te 5500, ne, to ti že veliko pove. Ne. To tukaj je tudi tako tipično filipinsko prijetno mesto, tako malo zaspano vse skupaj, imajo pa izredno lepe izlete. Ne. Sicer niso niti poceni, pa ti pa nudijo vse, ne, od zajtrka do malice, ker tam tega ni, ne, do hrane, ki jo ali jo pripravljajo na ladji ali jo pripravljajo na kakšnem otoku, tako je bolj domače. Ne. Ampak to je tisto pravo, ne, veš, tisto, da nekaj doživiš. Ne. Tudi, dajmo povedati, ne, v El Nidu vse je lepo, ne, samo tam koralnih grebenov ni, ne. Tam je mivka, kamarkoli greš, je mivka v morju. No, so lepi otoki, Ja, otoki lepi otočki, tako da to je res lepo videti, ne. Drugače pa jaz, ko sem bil 2015, sem bil v El Nidu, pa bil sem tudi v Port Bartonu. V Port Bartonu takrat še ni bilo elektrike, Ja. tako da elektrike sem za 2 ure zvečer prišla, ko so agregat vžgali, ne. Mi je bil pa Port Barton veliko bolj všeč. Se je bolj umirjen, ne, se je še zdaj bolj umirjen, ne. In tudi te izlete, ko smo šli z ladjico, ne, je bilo tudi bolj, zato ker ni bilo nobene gužve. Mogoče niso bili tako lepi te otoki, oziroma lepi, posebni. Ne, Še nižji zmeraj so. so bili ful Ja, lepi. ja, ja. Ne. Ampak ti si prišel na en otok, si bil lepo tam sam, mislim, tista skupinca, ki je bila, spekli so nam ribe, čist Ja, ja. natur, fantastično, odlične so bile, ne. Tako da Port Barton imam ful lep spomin. Že samo recimo tam, recimo, mi zdaj to je vse zahodni del Palavana. Tukaj ni koralnih grebenov, jih je zelo malo, medtem pa koralni greben in pa res tisti ta pravi v barvah, taki, ki so naprimer tvoja jopca, ne, to je, Ja. kot da bi Walt Disneyjeve risanke gledali pa na vzhodni strani, ne. In jaz sem bil recimo v Dumaranu, ne, to je, imaš koralne grebene že od pol metra pod vodno gladino do 3-4 metrov, ne, in jaz upam, da tudi tukaj jaz na tem otočkanju v Taj-Taju še nisem bil, samo obljubljajo korale, ne, so mi tudi fotografije poslali, ker to je lepo, ne, se potapljaš, potem tiste žive barve gledaš in tako naprej, ne. Medtem pa recimo na zahodni strani so pa bistveno lepše plaže, same so pa mivkaste, ne, mislim peščene so vse, ne. Tam pa ni na koralov, tam je pač pesek v vodi, Ja, ja. pesek na plaži, samo je pa plaža No, res. čeprav mi tam na jugu, ko smo bili, je bilo tudi tam na otočeku, ko smo se pelali, tam je bil neki koral. Kje je to? Ko smo šli z tistega resorta, ki je bila taka lepa peščena plaža, na Palavanu, ko smo bili. Ja, to je pa jug, mi smo bili na jugu. Ja, na jugu, ne, ampak ko smo na otok šli, je koral. Ja, tam je, ne. Tam pa to je skrajni jug dol, Ja, ne. ja. To je tudi ta južni del Palavana je tudi neraziskan, ne. Jaz tudi, recimo, to je tudi, se si sam videl, to je tudi egzotika, ne, tam pač si vedno, kamorkoli priješ si sam, ne, tam belcev ni, ne, oziroma tujcev ni, ne, želijo si turizma, sam nažalost ga pač, ali pa na srečo, ne, rečemo, tudi ga nimajo, ne.
Ker tam, kjer se množičen turizem začenja, tam pač se stvari počasi degenerirajo. Ne. Sem gledal ta vaš program, ki ga imate, se pravi, potem imate še Bantajan. Ne? Ja, to je. Bantajan, jaz sem bil 2krat, zdaj s tabo pa to. Imaš res na enem majhnem kraju ful stvari za videti. Imaš super plaže. Že tukaj v Santa Feju ta plaža, ki ti si jeziček, ne, peščen, ful lepo, pa pol tam tist, ki gre noter v Laguna. Laguna, To je zdajle. Ne, to je fantastična zadeva. Jaz sem bil verjetno eden prvih, pa ne, da bi se hvalil, ker sem že 5 let nazaj in govoril, lejte, Laguna je najlepši del, ne, tam, ko greš tam noter. Ne. In dejansko, smo šli v Laguno, ne? Pač kdor je hotel šel, jaz sem šel, ampak nisem šel s čovnom se voziti. Jaz sem šel, pa sem malo z dronom posnel, z dronom, ki vidiš to fantazijo. Ampak si šel na tist, prav tam, ko imajo plažo v Laguni? Ne, ker ti sploh ni ceste. Ti izgreš samo z ladjico. Cesta je, sem ti ne dovolijo noter z mopedom iti. Možno, ja. Zato, ker mislim, ti ne dovolijo. Ja, zato da greš z ladjico. Zdaj greš pa ladjico, moraš pa, to se imenuje, to je Bajgat se imenuje tiste mestece in greš tam z ladjico že od konca Lagune ven. In potem zdaj na koncu so naredili fantastično, so uredili mislim, to je res lepo plažo, so uredili, imajo zdaj že spet že restauracijo tam in tako naprej, pa ti je res ko v pravljici. Ne? Sem videl na dronu in tudi vi se gledalci lahko pogledate, dal link, prav sem tisto tam, ki ven pride, ne, na morje, fantastično. In to je treba zbirati ure, zato ker ko mora biti plima, ne, visoko plimovanje mora biti, ker če ne, ni lepo, ne, oziroma tudi z ladjico ne moreš noter iti. Tako da recimo zdajle, ko gremo februarja dol, sem že šel pač na internet pogledati, kdaj so plime, kdaj oseke, vse to piše in moraš iti po drugi uri. Ne. Da potem to je res lepo in jaz sem 5 let nazaj in govoril, pa dajte tam, ker sem par ljudi poznal, dajte to kaj organizirati. Ne. Takrat še ni bilo nič? Ne, nič ni bilo. Tudi še z mopedom si lahko tja prišel. Zdaj pa to so privatna zemljišča in so kar zaprli poti. No, drugače pa imaš pol na Bantajanu, imaš še cel kup teh izletov na manjšo točko, veš, lahko jaz sem to šel, pa sem bil prvič, ta Virgin. Jaz sem šel 2 dni sem šel preko tega pokojenega Sandita, je on to zorganiziral. Tako da je tudi fantastično, da imaš kaj na Bantajanu. Ne, pa potem je to mesto Bantajan, mesto, ne, ki je, bom rekel, eno lepših mest dol, tako majhno koncentrirano mestece je, ni razpotegnjeno, ne, je ta glavna cerkev, pa ta trg, se imenuje Plaza imajo, tam vse okrog se dogaja, ne, recimo vse okrog tega centra, tako je živahno, je, tako mislim, res tako prijetno mesto, ne, ki je pa Sandi živel, pa smo tudi mi bili, je pa Santa Fe, ne, to je pa bolj ali manj turistično, ampak ima tudi tisti lep center turističen in za razliko od prejšnjih let so zdaj začeli na tej glavni plaži so začeli postavljati te manjše kafiče oziroma restauracije in če se je prej vse nekako v centru dogajalo, kar se je malo, ne, se je zdaj preselili na ponoč na obalo, ne, tako da je izredno lepo, pa te lampione imajo pa tako naprej, ne. Pa če je turistični, to je turistični kraj, ki so ga še zelo pozno odkrili, ne. Zdaj so začeli te pač premožni vlagati, ne, zaradi tega so začeli tudi urejati ceste, pa tako naprej, ker prej ni bilo to urejeno, kanalizacijo in tako naprej, tako da je zdaj zelo lepo urejen tam, ne. Pa Bohol tudi imate eno dne? Ne, Bohol pa zaradi višje sile sem ga opustil, rečemo, ne, pač je pa naporno, ne, cel dan nekako, ne bom rekel zaprave, zgubiš ali pa kakorkoli, ne, zdaj pa vprašanje, a se to splača ali se ne splača. Če imaš čas, in to je pomembno, se splača, če je pa vse nabito, se pa po moje bolj splača kaj drugega namesto Bohola ogledati. Čeprav marsikdo se seveda z mano ne bo strinjal, ne, da se zastopa. Ne, jaz sem bil na Boholu, tiste čokoladne gričke je zanimivo iti pogledati, pa une traserje, tiste opice tam male. Sicer te čokoladne grički imam v spominu so kar dele, če sem se z motorjem vozil kar 3 ure v eno smer. Jaz sem bil večkrat tam, so res lepi, tako kot pol žoge. Ampak to imaš 10 minut. Ja, ampak so bili vedno zeleni. Tisto, jaz nisem nikoli rjave videl, kot na fotografijah. Veš, ker to porjavijo takrat, ko je sušno obdobje. Jaz sem sušnega obdobja tam že dolg časa ni, ne. Veš, več ali manj pomalem, če dežuje, ne. Te opice je pa tako, ne. Ponavadi jih vidiš, lahko jih pa tudi ne vidiš, ne.
Ja, mi smo videli. Ja, vem, ne, veš, lahko recimo zdaj le zadnjo rundo, ko sem bil, sem samo eno videl, ne, ostale jih je 166, pravi, da je 6 živečih teh majhnih luškanih opic, ne. Ja, so manjši, Ja. to so točne. Ja, ne, ampak jih 166 jih še živi, to je rezervat, ampak jih ne vidiš vedno, ne. Potem, kaj si bil po uni reki, a si šel po uni reki Lobok? Ne, sem pa videl ladje, ja, ko so To so te splavi, greš gor, jaz sem šel zdaj gor, moram povedati, sem bil zelo razočaran, bila je nabita polna Južnih Korejcev, ker zdaj so ta Bohol ima mednarodno letališče in so direktni leti iz Južne Koreje, Tajvana in Kitajske, ne, in tam je 90% samo teh turistov, ne. In greš na ta splav, mislim, za neke vrste ladico, tam imaš pač To tisto so hrano. oranž ladje. Ja, to imaš potem to hrano, ko se reče pač ješ, kar želiš, ne, se voziš tisti kilometer, še nekaj, potem smo se ustavili na levi strani, na enem pomolu, tam so bili domačini v Indijanci oblečeni, so skakali tam, pa neki s ulicami mahali, ne, potem eden je pač ko se reče, ogenj pihal ven, jaz ne vem, ne, in tako naprej, a veš, ni tako, res je, tako, ko bi rekel, ne vem, ko bi temu rekel, res preprosto, no, vse skupaj, ne, veš, pač tako prikazuje, kakšno naj bi bilo življenje, tako, ne, veš, pred tem Magellanom, ne, ampak v resnici prejšnja leta je bilo vzadi prav eno vas narejena, pač ker ne bi bila 500 let ali pa 600 let, nazaj tega več ni, ne, na tem pomolu te fantje malo skačejo, malo so rjavo pobarvani, malo imajo tisto okrog pasu, tisto perje in to je to, ne. Tako da jaz tudi zaradi logistično, ne samo zaradi časa, pač sem upustil to, ne, ta izlet, ampak je pa kaj drugega, sigurno bolj zanimivega. No, pa Oslop se gre, ki to se gleda. Oslop, to je pa spet druga pesem, ne, mislim, drugo poglavje, ne, pesem, to je pa pač sicer 3 ure voz do tja, ne, 3,5 ure, ne, če greš organizirano, ne, če greš pa z lokalnim avtobusom, ne, je pa 5 ur, ne, kdor hoče prišparati, ne, gre pač z avtobusom, je 5 ur, sam je pa res doživetje, ne, ja, se pač... Ja, jaz sem bil že 3-krat, pa če bi zdaj bila možnost še enkrat iti, ne, bi sigurno šel, to je res doživetje. Pa zdaj, če koga slučajno ki strah, da te kitovci ki naredijo, ne, niso, to so kitje, ne, so morski psi kitovci. Ja, ampak on te niti ugrizniti ne more, ker on sam plankton. Ja, plankton je, pa tako počas se veš plavajo, pa njim tebe gre, pa te malo podrsa, ne. Ja, sem, če te podrsa tako, ki nisi pripravljen, ki ga ne vidiš, se pa mogoče malo ustrašiš. Ja, vse so dolgi, ne, imajo tistih 7-8 metrov imajo, ne, tako, ne. Ampak so fantastični. Ja, res je, lepo, to je res vredno, je, ne. Ja, in to je tak izlet, to je organiziran izlet sa strani Filipincev, ne, če drugače ti ne moreš, ker se preveč zahtevno bi bilo, se gre pač na ta izlet, ne. Recimo pač vključen še del prehrane, nazaj glede se ustavimo še v Simali, ne, to je eno svetišče, ne, to je pač ne bi se en čudež zgodil nekaj davno nazaj, ne, in tam so ogromno tako cerkev zgradili z vsemi tistimi prizidki in tam, to je nekaj tazga kot Medžugorje, no, in kaj Filipinci hodijo, ne, in to je to. In tudi tam se ustavil nazaj glede tako, da se malo več vidi, pa še na ene slapove gremo v bližini, ne. To tiste v ene hribe. Ja, greš gor, potem te pa z mopedi dol pelejo. Ali pa peš. Ja, ali pa peš, ja. No, jaz sem bil 2-krat tam. Prvič je bil super, ker je bil voda, ta drugič je pa čist sam kapljice so padale. Ampak tudi takrat ni bilo slabo, ker ni bilo vode. Mislim, bom rekel, kot neka naravna znamenitost je zelo zanimivo. Ne, je zanimivo, ne, pa pač dan ti gre, ampak nekaj vidiš, nekaj imaš od dneva, ne, zdaj, jaz pravim, če si cel dan na eni plaži, ne, zdaj, nekateri so za to, ne, a veš, ampak razen plaže, pa tistih palem v zadnji, sej drugega ne vidiš, ne, tukaj pa res je doživeti in te morski psi kitovci, dajmo povedati, to so tam zato, ker jih hranijo, ne. Ker če jih ne bi hranili, ne bi prišli. In zdaj nekateri organizirajo, oziroma te morske psi kitovce imaš tudi na severu, pri Luzonu gor, ne. Imaš samo 30% možnosti, da jih vidiš v, ko bi rekel, naravnem okolju, ne. Zdaj tukaj jih pa so, to so 20 let nazaj pogruntali, ne, jih pač hranijo in seveda oni so čel čas se okrog nas vrtijo, ker jim oni ščovna čel čas hrano mečejo, ne. Ampak to samo dopoldne, ne. Popoldne pa odplavajo. To nisem vedel. Zdaj se tudi zjutraj zgodaj vstaja, da se že ob 7-8 tam, ne. Pogromno tudi ljudi je tam, ne,
No, si tle na Bantajanu, ki bo, ne, daš tudi ljudem frej, ne, tako da si tudi za plaže lahko vzamejo. Na Bantajanu je pač tam obvezno, če hoče kdo kaj videti, mora najeti mopede. Ne? Mopedi niso dragi, tistih 5 evrov na dan, 6 na dan, benzin je euro 20, euro 20, odvisno dobrega počutja. Sam to ne požre, tako da ne moreš 3 litre benzina na dan sporabiti. Ne, kje pa, to bi bilo približno 130-150 km, otok je pa 30 km dolg, pa 20 širok. Potem se pa tako, ne, zdaj pač so tudi organizirani izleti v to laguno, ne, potem tudi ogled otoka, pa ogled tega Bantajan mesta, nekdo želi gre, eni so že zdaj izjavili, da si raj želijo, si želijo bolj kopati, ne, kakor pa ogledovati otok, kakor pač kdo želi, ne, saj pač to je prosto, ne. Čeprav v bistvu imaš vedno nekaj za delati tam, ne. Vse tako prijetno mestece je vse skupaj tam, ker smo. Ja, no. Pa tam je tudi izven teh, ni Cebu je že nervozno mesto, ne, ljudje hitijo, pa tam je še vse. Pa gužva je, ne. Ja. To je pa vse tako bolj zaspano, nobeno se ne mudi, nobeni slabe volje. Se ta Santa Fe je malo večja vas, če smo tako iskreno povemo, ne, tako da tudi. Sej, v Santa Feju tudi precej Slovencev zdaj živi, ne. No, se na Filipinih nasplošno veliko Slovencev živi, ne. Tam v Santa Feju oziroma Bantajanu, eden prvih, ki je bil pa tam, je bil pa ta pač Sandy Noč, ne, moj tudi prijatelj, ne, jaz sem tudi pri njemu nekaj časa živel, tudi delal sem pri njemu, ne, sem pomagal mu, tako v tem njegovemu resortu, ne, in počas je zelo veliko Slovencev šlo čez njega tja prišlo, ne, on je bil relativno, on je imel, ne vem, 10,000 svoj čas, 10,000 sledilcev ali nekaj tasga na Facebook ali kakorkoli, tistih prijateljev, no, tako da je veliko Slovencev, predvsem on je bil dol iz okolice Radovljice, veliko Slovencev je zaradi njega došlo, ne, in je postal ta otok med, rečemo, določenimi Slovenci zelo prepoznavan, ne. No, tiste školjke pri nam so bile fantastične, ne vem, koliko smo plačali. 2,5 evra. 2,30 evra, ne, 140 pesosov je bilo, še 2,20 evra, ne, ampak mislim, to... Ja, pa povej, da je dobrih školjk še nisem imel. Ja, pa povej, kakšen kup, jaz nisem ne, to kolikor časa bi jeli, bi jih nam nosili, ne, tako da ti se je bilo res fantastično. Ne, se Sandy, kadarkoli, recimo sem prišel tja, ne, on je bil vedno vesel, ne, teh, pač, vedno on je domotožje vsem čutil, ne, dajmo povedati, čeprav nekateri govorijo o Filipini, idilični Filipini, gor dol, domotožje je tam, ne. In kadarkoli smo tja prišli k njemu, pa ne samo jaz, tudi do drug, on je bil vedno tako vesel, ne, da vedno je bil takrat pade po filipinsko, ne, ker pade pečeno dojk, ne. Ker na Filipinih višek zabave je vedno v dojk, ne, ki si ga zelo težko prvoščijo in kadar smo tja prišli, ga je vedno on iz lastnega žepa tudi pripravil in vse tako naprej, pa smo se tam poveselili, pa malo popili, na tisti mizo je v zunaj postavil, tako da je bilo vedno prijetno je bilo, ne. Ja. Filipini v lastni režiji ali s turistično agencijo? Kaj so? Siguran je, vsaka stvar ima neke pluse, pa neke minuse. Ima pluse ene in plusi druge, zdaj bom tako rekel, ne. Kdor zna angleško, namreč na Filipinih, drugi uradni jezik je angleščina. Tam 90% ljudi relativno dobro govori angleščino, razumejo skoraj vsi, se pravi, to je angleško govoreče področje, kar naprimer Tajska ni, ne. In kdor zna angleško, ali pa solidno, ni treba, da dobro znaš, da znaš tistih, rečemo 100-150 besed se že znajdeš in kdor ima čas, ker to je pomembno, se mu splača samit, ker definitivno prihrani, ker agencija si svojo previzijo vzame, ne, samo moraš imeti čas. Ne. Tisti, ki ima pa 15 dni časa, pa da še recimo, ali pa še manj, pa da nima, ne zna angleščine, potem je pa boljše, da gre za agencijo. Seveda bo kdo rekel, to je pa voda na moj mlin, ne, se delno je, delno pa ni. Zato, ker ponavljam, ker je to otočna država, je sama organizacija in potovanja je relativno veliko časa za to porabiš. Pa tudi velikokrat si lahko nekaj, kar je te popolnoma logično, Filipincu ne bo. In lahko se zgodi, da zaradi tistega nerazumevanja v enem kraju, namesto da bi bil pol dneva, boš mogel cel dan ostati, ker se stvari ne bojo šle tako, kot si ti pričakoval, ne. Ker to treba povedati, Filipinci, ne vem, kako bi temu rekel,
Pustimo ob strani velike agencije, ki so oglaševane na internetu, tukaj funkcionirajo stvari. Ko greš pa ti čez manjše agencije oziroma da si sam organiziraš, tukaj je pa izredna ležernost pri Filipincih, neprofesionalnost in se lahko zgodi, da tudi kje ostaneš dlje, ko si pričakoval. Ne. Tudi določene informacije, ti sicer greš lahko na internet, pa dobiš informacije, pa misliš, da si vse zvedel, ampak ko tja prideš, pa vidiš, da da je to ena je teorija, druga je pa praksa. Ne. S Filipinci je, rečemo, zelo težko delati. Ne. In tudi odgovornosti, oni ne čutijo odgovornosti. Ne. No, zdaj, kar se tiče, rečemo, jaz, ko sem bil v stavu z agencijo, ne, čeprav zmeraj sam potujem, ne, ampak mi je to zelo odgovarjalo, rečemo, koliko mi je odpalo, se pravi, mi je odpalo, da sem mogel iskati hotele. Rečemo, to za vsak hotelček, to ni 5 minut. To je 15 minut sigurno, da ga rezerviraš, da ga najdeš pa rezerviraš. Potem naštudirati, kaj boš pogledal, ne. Tudi rečemo, v Dipologu, ne, sem pol dneva motor iskal, kar ni bilo, ne. Tako da mnogo več vidiš, če si z agencijo. Ja, ti si ga pol dneva iskal, ker si tudi svetovni popotnik, pa elastičen, ne? Ja, eden, ki to ni, ga ne bi najdel. Ker jaz sem kar hodil, sprašati, je bila trgovina za avtomobili, pa sem rekel, gremo vprašati, če slučajno kdo kaj ve, pa so pol neke neklicali, in sem tudi na neki tak pol način dobil, da je enega poklical, pa je pol prišel, pa tako naprej, ne. Tako da meni pri enih agencijah me moti to mogoče, da je preveč natrpano vse skupaj, ne. Ampak to mene moti, rečemo, vem, nekateri pa rajš vidijo, da več vidijo, ne. Ampak rečemo, tle mi je bilo super, ne, dobro, tisti prvi del je bil kar tempo, ne, ko smo na jug šli, veliko prevozov avionskih, pa to, ampak je bilo super, ful smo videli in jaz, če bi sam to šel, ne moreš v enem dnevu, mislim, sigurno, več vidiš, tako da... Že veze dobiti, da ti nekam prideš, ne, dobiti, si poiskati vezo za naprej, isti dan, recimo, ne, tako smo mi prišli v Zamboango, to je dejansko težko, ne, ker tudi tako je, ne, recimo, to sem jaz opazil, ti greš gledati na internet, pa najdeš eno letalski, recimo en let, pa si misliš fino, ne, itak grem čez 2 meseca, greš čez 3 tedne gor, gledati ta let ga ni več, ne. A veš, to ni, to tam je in ni, ne, odpoveduje, tam se zelo pogosto odpoveduje, ne, ti moraš tudi vedeti, s katero družbo greš, ker ene bolj odpovedujejo, druge manj odpovedujejo, vse te povezave moraš dobiti, ne, in tako naprej, to je, rečemo, zakompliciran, ne. No, še bolj zakompliciran po moje tako, ko na jug greš, krabaš neka policijska dovoljenja, pa to, ne. Rečemo tudi, kaj smo šli... Ja, to je bilo pa tisto na Palavanu, na jugu. Na Palavanu smo šli. Vidiš, 3 dovoljenja, 3. 3 dovoljenja, ja, nekako to sam verjeten se to... Jaz sem šel en dan prej že tja, en dan prej, da sem potem šel na srečo, ko sem še en zaletel noter vzadi v avto in tako naprej. Jaz sem celo popoldne rabil, pa se znajdem, ne, zato ker poznam razmere, da sem prišel do vseh 3 dovoljenj, ne, in potem plus vodnik, ne, ker ste imeli posebnega vodnika, ki ni znal angleško, ne, ki potem se veš, da je še zginil, ker se je dobil akontacijo, ne, se ga je zvečer. Jaz sem mogel dati avans, ne, oziroma ga plačati, on se je zvečer napil in drug dan ga ni bilo, ne, je potem njegov oče, kdo ga je nadomeščal, ne. No, ampak ta je bil fuluk, okej. Je pa zanimivo, ne, mi smo crkvali vsi, ker veš, koliko je to naporno bilo, ker to je blat, veš, to, če rečeš 1000 višinskih metrov narediti pri nas v hribih ali pa tam, to je razlika, ker tam je blat, tam ti drsi. On pa v Japonkah pa čist brez problema. Ja, pa to, te vodniki morajo biti, to so posebni, veš, vodniki, to ni, da kar vsakega ti izbereš, ne. To ti ga oni določijo, ne, in da preden sem jaz prišel, preden sem najdel, koliko je to časa trajalo, ne, sem se išlo, no, se več ali manj, veš, kakorkoli zdaj govorim, se potem na koncu izide, se moraš biti elastičen, ne, če si ti trd, če si ti ostro usmerjen, bo zelo težko tam čez prišel, moraš biti po domačem, ne vem, da nočem nobenega vzeti, malo moraš biti Balkanca, ne, malo levo, desno, kakšno bližnjico vsekati in potem se ti to izide, ne, pa še prej, ko se pogovarjamo, jaz priporočam, da jo grejo ljudje dol sami, samo ponavljam, pejte za dolgo časa, ne za 15 dni, ne za 10 dni, ker boste samo živčni, pa bistveno manj boste videli, kot bi sicer lahko videli, ne.
kaj je zahtevno tam, tiste, ne. No, tle pri tebi je bilo tudi, rečemo, na Palavanu si lahko pol malo po svoje, tam, ko smo bili v enem resortu. Ne, si to sem... Mislim, je bilo organizirano in s tvoje strani, če si hotel, se pravi izlet na un otok, ki je bil fantastičen, ta trekking je bil, čeprav bil naporen, je bil tudi fantastičen, ne. Pol eni so si motorje najeli, pa so se okoli vozili, mislim, je bilo tako. Ne, je bilo... In je da svoj račun prišel tudi tist, ki mu je malo pasalo ležati, pa na plaži bil, pa se kopal in tistem, ki so hoteli aktivni biti. Ti moraš ljudje dati izbiro. No, pa še smo avtomobile imeli, tako da je tudi človek lahko avtomobil. Ja, hočem reči, ti moraš dati, spravim, da jim izbiro, ne? Če hoče, ne jih posiljevati z nečem. Ne? Recimo, jaz sem glih zanč, mi je ena gospa, par dni nazaj govorila, da pač so bili v Cebuju, ki si veš, da kot mesto ni nič posebnega in da se jih več ali manj skoraj cel dan vozili po mestu, ugledovati razne stvari in tam nikaj dosti zavidati, dajmo povedati. Ne. Na Filipinih treba povedati, tam se začne pisna zgodovina 1521, ko je prišel Magellan tja, prej je bila pač nekaj tazga kot Indijanci v Ameriki, ne, in to je to. Ne. In zgodovina se jim takrat začne, pa tudi tiste zgodovine relativno zelo malo ostali. Ti tudi Cebujev, to je en del majhen mesta, ki je nekako iz 18. stoletja, niti ne iz 16. stoletja. Ne? Ampak, veš, zdaj ljudi v tisti vročini, veš, da je vroče, vlažno. Ker zato tudi asfalt se gre. Pa stene, pa posota, veš, jih po domače gonti okrog, enim to odgovarja, večinim pa ne. Sam je pa res, ne, ko smo rekli. Ne? A veš, recimo, rečemo, da je cena 2200 evrov, ima ena agencija in 2200 druga. Kako ljudje gledajo, ne vsem, pa večinoma, ne? Gleda, kaj ti ponuja, koliko izletov, ne? In seveda, ta, ki ti več ponudi, je bolj ugodno, ne? Ker ti za isti denar več ponudi. Sam to pomeni več garanja, to pomeni bistveno manj prostega časa, ne? In meni je ena gospa ista ta govorila, da so bili z eno agencijo lansko leto, tudi na Filipinih, zdaj bi šla tudi nazaj, prav, da od 16 dneh so bili samo 2 dni na plaži, ostali so bili ogledi, pravi se naveličaš, ne, ker ti hočeš neki tudi sam biti, ne, pa se tudi malo pokopati, pa tako naprej. Ne. Pri nas jaz se trudim, da v 16 dneh je sigurno 8 dni možnosti biti na plaži, sicer ne cel dan, ampak imaš možnosti kopanja, ne. Ja, no, tle moram še povedati, da so tudi hotelčki, ki smo bili, so bili zelo dobri, ne. Tako da tudi to je, ne, zdaj, če se cene primerja, ne moreš sem cene primerjati, ena agencija, druga agencija, pa koliko dni, ne. Je tudi to važno, ker na Filipinih lahko ti dobiš neke sobe, pa da 4 ljudi noter daš, dobiš lahko že za zelo majhen denar. Ja. Če je pa malo boljše, pa malo več, ne, oziroma je pol kar cenovni preskok. Na Filipinih je, jaz imam tak občutek, da tam jim nič jasno, ta zvezdična ocena, 1, 2, 3, 4, 5 zvezdic, ne, tako da včasih je 3 zvezdice, pa ni niti eno ne bi mogel dobiti, ali pa je mogoče 2, pa ima bazen zraven, ne. To je kar tako, jaz ne vem, to ni neke agencije, ki bi to potrjevala. No, en se odloči, naprimer Sandi ima 1 zvezdico, ne. Zdaj, ko Sandi, pa daj 2 zvezdice, si zaslužiš 2 zvezdice, pa ni, ne, ampak to ni rekel, dam 1, pa vse, kaj si ljudje mislijo, ne. Sej, ker Filipinci v bistvu, tam glavni turizem so še vedno Filipinci, interni turizem, oni tega ne ločujejo, ne, 1, 2, 3, 4 zvezdice, ne. In včasih se zgodi, da hoteli s 3 zvezdicami imaš od najnižje kvalitete pa do najvišje, ki bi lahko bil že 4 zvezdicami, ne. Se pravi, jaz tudi, če grem kam, vedno tiste hotele prej preverim, ne grem kar tako na slepo, ne. No, rečemo, tle na Bantajanu je bil ta fantastičen hotel. Ja, to je bil sploh nekaj posebnega. To je bilo čist na plaži, te peščeni, res noro dobro. Ampak to potovanje, še to treba povedati, to potovanje, ki smo imeli mi lansko leto maja, je bil pač nekaj nadstandardno, ampak cena je bila pač tisti standardna, ne, in zaradi tega pač sem se potrudil in ste imeli vse maksimalno, ne, to, kar pri drugih agencijah ne bi dobili, ne, ker ti nikjer nobena agencija ti ne ponuja prevoz v 4 kolesnikih, ne, to so te Toyota Fortuner ali Forerunner, kakorkoli so, ne, ki so na ravni teh hudih Mercedesov ali pa BMW-jev, ne, a veš, to je bilo pač nekaj, rečemo, posebnega, ne, to pač, ampak to tudi več stane, no, rečemo, ne. No, to moram po pravici povedati, da nisem dobil nikoli občutek, da bi ti karkoli šparal, ker sem pa že bil tudi z agencijo, tudi že prej, pa
Je bila pa zgodba čist drugače. Prvič tisto, kar smo plačali, se je vse šparalo, potem pa še ono, kar pri tebi tudi ni bilo o tem niti malo sledu, to niti ne vem, ti najbrž nisem nikoli prepodval, smo šli v neko državo, nam nič govoril, kaj nočem, nič več. Država je bila cenovno tako kot Filipini, ampak smo šli na zajtrk, pa je bil zajtrk še enkrat dražji kot v Sloveniji. Pa jaz pa še en so bila skupaj v sobi, so pa to hmal pogruntala, takoj pogruntala, nekaj ne štima. In so šla midva na zajtrk drugem, pa so, ne vem, 4-krat manj plačala. In to je bilo, on nas je vodil v neke restauracije, ki je mu dogovorjeno, da bo provizija dobil. Mislim, sej mene nič ne moče, če bi nekam en dober lokal pelal, pa dobil 10% provizije, ampak moraš tu še zmeraj na gosta najbolj gledati, mislim. Sej mi smo pošteno tisto plačali, tako da če greš ti z agencijo, je res pomembno, da je kaj vodič, da je pošten, da bo gledal, pa da ne posod šparal. Enkrat mi je en rekel, da ima prijatelja, ki ima turistično agencijo, rekel, sam jaz z njemu ne bi nikamor šel, ker jaz točno vem, da on, če bo nekje en hotel za €1 cenejš dobil, bo ga pelal. Tako da tega občutka pri tebi jaz nikakor nisem imel. In pri hotelih, in pri avtomobilih, res tam na Palavanu smo imeli, mislim, če mene vprašaš pre dobre avtomobile, pa še uporabljali jih nismo veliko. Mi smo za Sandol pelali, tam smo tudi motorje lahko nabavili, tako da je bilo super. Kako je, tudi tako je treba vedeti, v skupinah, ne samo pri meni, tudi na splošno je vedno več starejših ljudi. Veš, starejši ljudje se pač manj znajdejo, ne znajo angleško in tako naprej. Pač te mlajši, ker je 30-40 let, pač obvladajo tudi internet, rečemo, in pač se tam veliko naučijo, čeprav manj, kot pa mislijo, tudi to povemo, ampak znajo angleško in to potujejo sami. Z agencijami, saj pri meni opažam, da večinoma so to starejši, nad 50 gor, 50 in 40 je zelo malo, 50, 60, tudi 70 let. In pri takih ljudeh moraš biti bolj obziran. A veš, kaj češ človeka, ki ima 70 let tam nekje sprehajati po Manili, razumeš, kaj veš sam, kako je, ker to je ubitačno, razumeš, to ni, to moraš paziti na ljudi, pa tudi potem pri sami organizaciji, recimo, jaz se zelo trudim, jaz sem izkušnje imel odprej, da so ta potovanja z vedno najetimi avtomobili, oziroma tudi predvsem kombiji, v tem slučaju so bili ti džipi, ki smo šli potem, če se spomniš, kaj na slab, smo šli po enih brezpotih, pa po enih potokih si mogel imeti tak avto. Veš, jaz se tudi trudim, da so ta potovanja, te fure razbite, da recimo 2 ure, 3 ure nazaj glede maksimalno, recimo iz kjerkoli 4 ure, rečemo, da je maksimalno, zdaj se včasih se lahko spremeni, zakaj, ker sedeti 6, 7 ali pa 8 ur v avtu ali pa celo v kombiju, natrpam noter je mučno, in ti moraš ljudem olajšati, veš, to je čisto pragmatično gledano, in potem organiziraš tako, da namesto, da narediš v enem dnevu furo od točke A do točke B, se na polovici ustaviš in namesto 6 ur je samo 3 ure vožnje, to je pač tudi to je, čeprav jaz kot popotnik, če je bilo treba 12 ur, bi rekel, pa 12 ur bom že zdržal. Seveda, no, ampak zdaj tle tudi, rečemo, tudi ena prednost, če greš z agencijo, je tudi običajno dobra družba, ker običajno, mislim, jaz kar sem z agencijami hodil, mislim, vse kdaj najde kakšen, ki je mogoče malo zatežen, ampak dobro, se pa z unmu ne ukvarjaš. Ampak rečemo, tle smo bili tudi fina družba, tako da musi ljudi in za zabavo in za resne pogovore in tako da... Se zdaj je bilo dobro, sploh jaz bi kar pozdravil tukaj prijatelja na enega Vinkota, legendo Vinkota, ki kljub bolezni pa to naprej si odločil, da gre, in se je imel dober gor, je uživo gor. Ja, on se mu je rekel, sem kot cigan, niti doma ne pogrešam, in tudi ne on, ker midva so se z njemu prej dubla, ker ga je to zanimalo, pa je rekel, misliš, da je zdaj, se je pa aviona bal, aviona se je bal, in a bi šel ali ne bi šel,
Jaz sem rekel, avion ni še noben polne, ne? Ampak samo pa malo pomisleke, ne? On še nikjer ni tako bil zdaj. Samo pomisleke, to je čist neka druga država, druga kultura, sem mislil, da mu ne bo všeč in si nisem tudi približno ne mislil, da bo tukaj noter poln. On je, ki bi bil 15 let že potval na polno. On je edini, ki se ni 100%, 200% uživel noter. Vse je sprejel, nič mu ni bilo težko, za vsaka stvar ga je veselila, on je živel, tako kot pravi, carpe diem, ujemi dan, kot Filipinci, on je živel za tisti dan. Samo jaz na začetku je bilo zanimivo, ko me je poklical in začel, veste, pa imam to, me malo skrbi, pa imam neki probleme z noge. Ja, ti si mu rekel, da ne gre. Ja, seveda, ne, jaz sem bil pošteno rekel, sem rekel, brez veze, ne, če zdravstveno nisi 100%, no, potem si vseeno odločil, da je šel, to ga ni nič uviral, ne, mislim, ta njegove, tiste manjši problemi, so to bilo kaj hujšega, ampak jaz res sem z veseljem ga je bilo gledati, kako je on užival. Ja, in ko smo šla skupaj enkrat v Kezon, tisto mesto, veš, ko smo bili tam na jugu, da je on, kako je bil vesel tam od trgovine, do hrane, posod se kar če prav ni znal angleško, se posod poskušal pogovarjati. Pa ko se je z motorjem zgubil, pa ki je mu prazno baterijo, pa je kar nekje ostavil, pa se znajde. To je, ko se je zgubil z motorjem, ko je seveda telefon crknil, ne, mislim, iznajdljiv, pa še, ne. Sam to je tudi, veš, to je tista želja po nekem novem, tisto, kar te navdušuje, kar te polni in potem greš iz lahkota naprej. Jaz pravim tako, problem je pri tistih, ki se ostanejo z levo nogo, ko se reče. Ne? In potem že na začetku mu nekaj ne odgovarja in to se potem samo potencira, nič mu ni všeč, veš, da je bilo tudi v skupini, je bil ena taka oseba, ne? Čeprav so bile stvari res na, rečemo, relativno visoki ravni, ampak potem tak človek potem začne lahko vplivati na ostale. Ne? Veš, ker rečemo, name ne more noben vplivati. Mislim, jaz sta lahko tam dva ful slabe vole, pa to ne bo name vplivalo. Jaz sem, mislim, meni je bilo super družba, tako da, mislim, se tudi to je v končni fazi zanimivo, kakšnega človeka spoznaš. Ja, takrat veš, ko ga ti enega srečaš v Sloveniji ali pa v Ljubljani, kjerkoli, je tiste 2 ure s tabo pokaže, v 2 ure lahko ko bi rekel, je drugačen, kot je v resnici. Tako lahko igra, ne? Ne, to je tako kot veliki brat, ne? 2-3 ure igrajo, potem se pa spozabijo in na potovanju postaneš tisti, kar si, ne? Se vidi, mislim, izstopaš takšen, kot si, ne? Ne, se tudi pri meni isto velja, ne, veš. Ne. Še kakšna taka zanimiva stvar, prav točka na Filipinih, ki bi jo bilo zanimivo pogledati. Bil si na Luzonu, kako so tista riževa polja, jaz ti še nisem bil, vsi hodijo. Ne? Ja, to hodijo, jaz tudi na začetku sem imel, jaz v mislih organizirati sem en drug problem, ne? Do tja ni letalskih letov, ne? So samo avtobusni prevozi. Ne? Zdaj, ti avtobusni prevozi so pa dolgi, recimo zdaj spet odvisno od prometa, vse tudi 10 ur. Ne? In to sem jaz izločil ven, zato sem rekel, jaz na take dolge fure ne grem, ker se pravi, 10 ur pomeni, da skoraj cel dan zgubiš. Ne? So res, da te riževe terase so res lepe. Pa še v Manilo moraš iti. Ja, Manilo, in če je bila Manila še recimo v 90-ih letih, si mi že lahko prišel z enega dela v drugega, zdajle, če je padeš v ta hud zamašek, gužvo noter, rabiš iz enega dela v drugega lahko 2-3 ure mimogrede, ne. In pa brez GPS-a ne prideš ven več, da se zastopimo. Ne. Zdaj govorimo na severu, vse so te rižove terase, so res lepe, zelene, sam je pa problem pot gor in problem pot nazaj. Ne. Zatega to nisem vzel poštev. Ne. Ampak je pa res, da ta Luzon ima pač to Manilo, da bi imel pa kaj res tako, ko bi rekel, eksotičnega, prav teh plaž, pa tega ima plažem, pa so vse tisto sivo peščene so. Ne. Tako da jaz sem se temu izognil. Sem šel rajš bolj na jug dol, potem imaš ta centralni del, ne, ki je sicer imaš ta Cebu, pa Bohol, pa rečemo delno še mogoče Palawan, ki so raziskani, desno imaš otočje, ki ni, ampak tam je turizem tako slabo razvit, da tam že težko tudi za spat dobiš. Ne. Potem imaš pa ta južni del, to je Mindanao, pa Sulu, to je tam, ki smo mi bili, to je pa ta pretežno muslimanski del, tudi naraziskan in tukaj sem bil jaz letos novembra sem bil, to je pa lepo, ne. Tam spet malo prometa je tam, veš, včasih voziš, kot da bi po Luni vozil, prav nikjer nobenega, ni vse zeleno je tam, to je priporočljivo, samo je pa, ko bi rekel, težko dostopno, no.
spet moraš imeti renta kar vzeti, najem avtomobila, mopeda, skoraj nikjer tega ne dobiš. Ne. Tako da organizacijsko je zelo težko in jaz priporočam tistemu, ki ima dolg časa, da gre tudi tja. Ne. In da naj ne sledi tistim na internetu, ker to so predvsem Američani opozarjajo, ugrabitve, terorizem, tega ni dol, ne, da se zastopimo. Pravimo v eni Manili ali pa Cebuju si 10krat bolj v nevarnosti, da ne govorimo New York pa karkoli, ali pa tudi italijanska mesta, ali pa tudi recimo... Mislim, da je v Aziji noben nima orožja, pa vedeti moramo tudi Azic, tam Filipinc, redko kjer ima več kot 40 kil, mislim, zdaj mene, če bi eni 4 kaj hotel mi na morju, tako da, ampak ni bilo nikoli nisem, da bi s kom sploh v kakšen besedni dvoboj prišel, mi ni prišlo. Ja, se sploh Filipincu na misel napade, da bi se prerekel s tabo, ker oni niso taki, res, da se spremenijo, potem, ko so pa vinjeni, potem oni zelo težko, slabo prenašajo alkohol, takrat se pa spremeni, ratajo agresivni, se nimaš prilike ti, kje se boš prišel z enim vinjenim v stik, veš. Ja, tako da tudi jug je dol, mislim, ta Mindanao, ta otok je res lepo je tam, Pa tudi Palawan, zdaj iz Palawan večinoma se gre vsi, več ali manj gre vsi na severni del, ki je turistično razvit. Jaz osebno mislim, da južni del, ki je turistično nerazvit, je recimo vsaj zame bolj zanimiv, bolj pristanje. No, tisti glamping, ki smo šli pogledati, ja, ti je fantazija. To bi jaz, če bom drugo leto, če bom spelil, če ta potovanje, bomo šli tja, ta glamping. Jaz sem tudi se potem dogovarjal, to iz to lastnico. Čakaj, lastnica je živela v Italiji? Ne, mož je bil Italijan. Mož je bil Italijan in je več ali manj bil v Italiji, ona je bila pa tukaj. Že tista pot po tisti reki gor. Ja, fantazija. To je kot tisto, kaj je iz unga filma. Indiana Jones. Ali pa Apokalipsa sedaj. To je isto, po tisti reki gor, pa tisti slapovi tam, pa tiste njene lepe hiške oziroma glamping, to je res doživetje. Drugače pa se pravi, zdaj za aprilski termin imaš še prosta mesta, še prosta. In zdaj ti tudi, kakor je bilo s Tomo, ko sem šel jaz, sem slišal, si tudi te ljudje lahko pokličejo, te lahko tudi vprašajo. Kadarkoli se gre lahko poklikajo tisti tvoji, greš z nami na Filipine, ki je na Facebooku, ti spoklika, se prijavi oziroma kako je, če ti z Filipini potovanje.si in vrže vse podatke ven. Sam je treba pa lepo poklikati vsak, ko se reče, tisto vsak posebej, okvirček, da se odpira, ker tam so vsi podatki noter. No, drugače pa, pogledajte si moje video, vse z Filipinov, boste videli, saj veliko je tega programa, zdaj tudi iz takrat, drugače ne pa pokličejo, če imajo kakršne koli vprašanje, ker jaz mislim, da je veliko tega, tako, ko si tudi že ti omenil straha, a me bojo ugrabili, ali je ona, ali je tretja. Največji strah je, kaj če se mi kaj zgodi, pa bom mogel dol ostati. Da se mi kaj zgodi, pa potem se ne bom znašel, da jaz vedno pravim. Kamorkoli ljudje grejo, jih bojo z veseljem sprejeli, ampak če bolj bojo veseli, da tudi grejo, ker potem se denarnica stanjša, je to. In nihče ne bo nikjer ostal, ker vedno bo nekdo poskrbel za to, ali naša ambasada, oziroma v tem primeru na Filipinih je belgijska ambasada, ali Filipinci, da se bo človek na vsak način vrnil nazaj. Dobro imeti pa seveda zavarovanje. To sem mislil omeniti. Če se karkoli zgodi, koris ali karkoli, jaz recimo sem zavarovan do 100.000 evrov, to stane na tako potovanje okrog 30-40 evrov, stane kar ni veliko pa pomaga. Ker to večinoma bolnic dol so privatne, sicer so cene nižje, kot pri nas za zdravljenje, pa če vedno par 10.000 evrov lahko tudi pade. Ti imaš tudi prevoz domov plačan. Vse. Tako, če bi se nekaj razlomil, to bojo domov pripeljali na stroške zavarovalnice. Ga smo mogli pri tej zavarovalnici, pa ne delam reklamo za to, ampak kako sem jo zadevo rešil, mislim, unga Peugeota starega, ki ga imam, je ful draga asistenca, ker je kombiniran in je asistenca čez 100 evrov. No, in mi je pol zavarovalniški agent svetoval, da ne grem pa na AMZS, naj član ratam in da imam tu in da bo cenejši. Pa imaš za katerkoli avto ti propri. In zdaj, ko imam 2 avta, se pravi, mi pri nobenemu ni treba asistence plačati, no, ko sem pa tu gledal, dobim pa za okoli 120 evrov na leto, se pravi, imam 2 asistence, pa še celoletno zdravstveno zavarovanje pri Triglavu, mislim, da je neki paket B,
Tako da Ja, paket B, meni se di 50.000 evrov. 50 je, ja, 50.000 50. evrov, Ma ja. se jaz mislim, da no, zdaj to vsak sam odloča, ali 50 dosti. Ne, ali tako ni. je. Jaz sem tudi, veš, tam so Mislim. dejansko storitve na Filipinih so smešno poceni. Recimo frizerje od evra do evra 20 za moško striženje, s tem, da tam strižejo škarjami in brez mašince. Ne? Jaz sem se nekje strigel v eni džungli skoraj. Sem videl, da ima človek frizerijo, sem dal 80 centov. Ja, no, a veš, storitve so poceni. Tudi če greš ti v bolnico, ne, ponovadi je to tako, ko gre Filipinc v bolnico, privatno ali državno, kakorkoli je, tam kaj dosti, več ali manj te položijo na poslo, ti dajo infuzijo, eno močno zdravilo in to je to. In to za cel dan na intenzivni kliniki te stane 50 evrov, kar je poceni. Samo določene stvari, ki se pa zdravili se začne pa lahko 5, 10, 20, 50 in več tisoč evrov, za tega, saj z mojega vidika, se splača biti zavarovan za 100.000. Predvsem pa, ker bolnica potem vidi ena rahak zaslužek, ne, in naredi vsem, da ponuca do konca, kar se da. Ne, veš. No, jaz sem razmišljal, to je bilo not v paketu, sem vzel. Sem pa razmišljal, da če bi šel kakšno Ameriko, ki je pa vse dražji, da Tam bi je pa si minimalno 100.000, pa je premalo pravijo. Tako da Tam pa pravijo, da je že dober pol milijona. milijona, ne, biti zavarovan. Pol milijona. Ja, to so mi, agent mi je rekel. Ne. Tam se 100.000 je že minimalno, ne, tako kot na Filipinih 10.000 recimo. Ne. Veš, tako da se ti pravim. Ne. Dej, za na konc, mogoče, če imaš še kakšen nasvet za koga, ki gre na Filipine. Kaj mora najbolj paziti? Ko bi rekel, jaz pravim, če si ti dovolj elastičen, ne, kako bi rekel, da obvladaš to, je, ko bi rekel, belo področje pa črno. Ne. In Filipinci imajo samo to v glavi, belo, črno, oni tiste sive cone elastično nimajo. Ne. Bolj, ko boš elastičen, lažje boš čez prišel, bolj, ko boš prijazen, lažje boš čez prišel, predvsem pa, kaj bi rekel, veliko dobro se je treba pripraviti, ne, res dobro, ampak ko greš na internet, to ne prvo informacijo, ko vrže, moš iti čist 10, 20 ali kjero stranko, to gre predvsem po forume slediti. Ne. Na teh forumih se ljudje pogovarjajo in tam veliko informacij dobiš. Ne. Še vedno pa ne vse. Ne. Pa še to bi povedal, ne. Zadnjič sem slišal primer, ki je bila gospa, se pravi na internetu, pač govorila zgodbo, da je bila v Cebuju in da so skoraj zamudili na letalo za Evropo. Zakaj? Na Filipinih imajo večja mesta 2 ali več avtobusnih postaj, ki so razporejene po mestih. Ponavadi je južno, severno, vzhodno, zahodno. Ne? In ti moraš vedeti, na katero avtobusno postajo moraš iti, za kam iti. Ne? In oni so ta prvi zgrešili avtobusno postajo in potem namesto, da bi šli s taksijem naprej, ne, taksi bi stal rečemo mogoče 10 evrov, avtobus je pa 3 evre, ne, za 2. Ne? Ja. Za tega, da sta prišparala 7 evrov, sta šla še na vsak način z avtobusom, avtobusi pa eni vozijo direktne, eni vozijo okrog in tako naprej, gužva na cesti, taksi se jo vedno izogne, ker lahko se izogne, avtobus mora iti pa po liniji in so skoraj zamudili avion. Ne. Tako da včasih se splača dati tistih 10 evrov več, kakor pa šparati. Ne šparati, zato ker je škoda, ker se lahko posledice bistveno hujše, kakor pa tistih par evrov, ki prešparaš. In to velja za hotele, to velja tudi za hrano in posod, ne, za renta-kar vse. Ne. Predvsem renta-kar obvezno pregledati, tiste mopede, ne, da luči delajo, ne, ker tam je zelo pač nekaj normalnega, da se ljudje kar brez luči po noč vozijo, žarnica pregori, ne, in je dobesedno len, ker žarnica je 50 centov, to se mu ne ljub zamenjati, ne, in marsikjer moped, ki se sposojaš, mu recimo luči ne delajo, žarnice so pregorene. To sem jaz doživel. Potem sem šel pa čez dan v Bantajan, zvečer se pa nazaj vračal pa brez luči. Sej to je normalno, tam sem veš, jaz nisem navajen. Ja, samo je to navarno. Ja, veš, da je navarno. In živčno in vse. Zdaj se Sani rekel, največ nesreč, ne, je rekel je od Santa Feja do Bantajana, to je ravna cesta. Ne. Ljudje brez luči tiščijo tiste mopede, ne, a veš, pa psov je ogromno na cesti, še to je treba povedati. Psov je pa toliko, da resni, ne, in te psi, kakšni so ob cestah, kakšni pa kar na cesti počivajo. Ne, in se moraš še tega zavedati, ne, da tudi nekdo drug, če boš ti prehiteval, mogoče bo pes, pa bo vse zavil na desno, pa te bo dol zbu, ne.
To iz psi je strašno nevarno. Tako da to previdnost je treba, jaz nikoli ne norim, zmeraj lepo lahko, pa tudi nikoli se skoraj po noč ne vozim, če sem čisto iskren. Jaz se tudi čez dan nekako vozim 40 na uro, ker se bojim teh psov, ne. Ker tudi pri 40, ker še večem se ni na 40, ne. Jaz pravim vedno, ne vem, koliko mi tečemo najhitreje, 15-18 na uro. Recimo, če bi ti tekel. No, za let se 18 na uro vzid, pa boš videl. Mislim pa 40, ne, in veš, že pri 40, ampak pri 40 še ti zbremzaš, ne, pri 80 pa nič več, ne. To je to z psi, recimo pa, kaj se bi svetoval, vse pravim, Filipini, Tajska je lahka potovati, Filipini je treba tam iti in se tam prilagajati, no. Na Tajskem ti bojo vse organizirali, ne, na Filipinih ti ne bo noben način organiziral, se moraš sam znajdati, ne. No, jaz bi mogoče še dodal, jaz sem na Filipinih uporabljal za to, za prevozet, ne, nisem taksi, ampak sem ta aplikacijo Grab imajo, to je isto kot Uber, in to sem in na Tajskem uporabljal in v Indoneziji, tako da je to super zadeva, tam ti napiše, čez koliko časa bo prišel, koliko stane, vse in se nimaš, mislim, ful dobra zadeva. Dober, zdaj, ves denar na letališčih so bistveno, so kar za ene par procentov slabši tečaji. Ja, samo še to lahko, recimo dobro, zdaj, ki se zdaj pogovarja o tečajah, ne, v bankah tam ne menjajo denarja, ne, banke... menjalnico moraš najti. Ja, moraš menjalnico, ki jih je zelo malo, recimo Cebuka ima 2 milijona 800, iz zelo malih je, moraš vedeti, kam iti, ne, in na letališču je pa sicer slabša menjava, se menjaš takoj. Zdaj, če ti imaš manjšo vsoto, recimo, če greš ti, bom rekel, zdaj z eno agencijo, rabaš, recimo, če si napretiravaš 200 evrov, ne, zdaj to bo zgubil tistih 10-12 evrov vse, ne, zdaj, če imaš sabo 2000 evrov za zamenjati, se ti že pozna, ne, tako da jaz vedno svetujem na letališču, ker najdeti menjalnice je težko. Ja, jaz v trgovskem centru skoraj vsakem je menjalnica, ne, mislim... Ja, se sem vas jaz pelil tja, sem videl, koliko časa je trajalo. Trajalo pa je, to pa je res. Ker to je treba povedati, da po Filipincem se ne mudi, ne, a veš, to je, ko bi rekel, mudi se jim, ne, časa imajo dovolj, ne, ker edino, kar je tam res velik, je čas, ne, tega imajo pa ne pretek, ne. Tudi s taksi, več ali manj treba povedati, zdaj, ko se že pogovarjamo, in v Manili, in predvsem v Cebuju imajo taksimetre, ne, in lahko zahtevaš, če ne, da ti ga vklopi, tako da bi do kakšnih izrazitih goljufij prihajali, v ceni ne pride, ne. Pa na Cebuju, se veš, iz letališča do Mandave, tam smo mi spali, pa do tudi mesta, do Cebuk se drži zraven, tam boš kaj dal ene, kaj so imene, če ne bo prometa, ne, 6 evrov, 5-6 evrov, pa ni blizu, ne. Če pa gužva je lahko pa 10 evrov, no, to je to. Sam prideš pa točno tja, ne, zdaj, še to ne, na Filipinih ni javnega prometa, ne, tam mestni avto, recimo ti edini javni promet, ki ga imaš, naprimer na Cebuju, je avtobus iz letališča do tega centra, ko smo tudi mi bili, tisti SM center, tisti trgovski center, ne, ostalo so vse tisti manjši kombiji, na katere gor piše, ne občina, kaj krajevno skupnost, kamor pele, ne, sem ti ne veš, kje so te krajevne skupnosti, ti sploh ne veš, kam iti gor, ne, tako da je vedno, po moje, boljši s taksijem iti, ne. Zdaj pa smo spet tam, če imaš 2 meseca časa, je pa čisto vse, ne. Greš na en avto, ne kombi. No, če greš na kakšen ta kombi, sem kdaj že šukje, ne, je pa posebno doživetje, ne, samo čas pa res rabiš. Ne, potem te pelje na mestu točko A, točko B, samo če imaš čas, greš potem iz tiste točke nazaj, stane itak, koliko je pol evra ali še manj je taka vožnja in to je to, ne. No, se jaz potovanje jemljem tako, jaz sem ne jezim, če zdaj se nekaj zakomplicira. Ker vem, da se bo rešilo. Ja, sem ti recimo si šel na Tajsko, koliko, za en mesec? Smo čas, ja. Če imaš pa 12 dni, je pa potem... Ja, to je pol. Ja, pa to druga, se to je ta problem, ne. Problemi so te kratka dopustovanja, ne. Takrat moraš pa izkoristiti, ne. Tako da... Super. No, v glavnem do tega potovanja, ki ga ima Klavdij, bom jaz tudi link, imate link v opisu videa, tako da če kdo zainteresiran, ne gre v opis, pa link klikne, pa dobi vse, tudi kontaktne podatke od njega. Tako da, Klavdij, hvala za tole. Zdaj, če boš kdaj na jug organiziral, se bom mogoče tudi jaz šel, ker me zelo zanima, ne. Pa ta jug je pa mogoče res malo težji sam jet,
ker vse to moraš nekaj s policijo zrihtati. Ne, na jug sploh vse, kar piše na internetu, ne drži. Ti pišejo, ko pišeš v Tavi na letališče, ki pove enkratno, to je res. Ko to tam opjeva. 50 let starih filmov. Kot da bi iz tistega filma, ko to tam opjeva in to. Recimo piše, oglasite se obvezno v turistični agenciji, da se z njimi dogovorite za vse ostalo. Turistična agencija je tam, ne, sem je že 7 let zaprta. Potem, ti moraš potem z letališča, kar ni problem, ker so tisti tricikli ali kakorkoli, te peljejo v en hotel. Tam ostaneš, ker če ti nimaš tam, ne poznaš ljudi, ker tam organizacija turistično, ker tam turizma ta pravga ni. Tam si tudi najbrž ne moreš skuterja najeti. Ne, nič ni tega. Ni ponudnika. Jaz sem prepričan, ti ostaneš v hotelu, zdaj bistvo tistega potovanja na jugu so pa to obiskovanje otokov. Ne? Ja, kako boš iz enega otoka na drugega? Greš dol do unga, greš do enega, ki ima tam čoven, tam na jugu zelo slabo angleško govorijo, niti ne sme tujcev voziti, ne? To mora imeti licence in tako naprej, veste, tam se pa zakomplicira. Ne? Ampak spet rešiš, če imaš veliko časa na razpolago, ne? Če imaš en teden, boš to rešil, ne? Če si boš vzel en teden, ne? Ali pa 10 dni, ne? Boš vse videl, samo traja, ne? Jug je kompliciran. Ne? No, a sploh kakšna agencija v Sloveniji voz na jug? Ne, nobena agencija ne voz. Večinoma agencij, jaz jih tudi zastopam, jaz to ne, da zdaj jih pluvam po njih. Ne? To je tisto najlažje, ne? Se organizirati tisto, kar je najlažje organizirati. To je primer, bom rekel, ko v Sloveniji, da bi en organiziral za te ladje, ki pridejo v Koper, ne? Ki so križarke. Ne? Ja. Kaj je najlažje organizirati? Rečemo Lipica, Postojna, Ljubljana, Bled. Ne? In več ali manj vsi imajo to. Ne? Zdaj, če bi hotel pa taj skrižarke iti v Prekmurje ali pa ne vem, v dolino Trente, pa že konc, ne? Se pa stvari bistveno spremenijo. Ne? Zakaj? Vsak ti ponudi tisto, kar je najlažje organizirati in tudi finančno najbolj znosno. Ne? Veš? To je to. In naše agencije tako imajo. Ne? Več ali manj obiskuješ Manilo, Cebu, potem Oslo, pa neki Bohol, El Nido, ne? In tako naprej. Ne? Jaz se pa temu, če se le da, izognem. Ne? Recimo bom rekel, da pride en Američan s to, križarko, ne? Jaz bi pa rad Slovenijo spoznal, ne? Pa ga peleš na Bled. Ne? Ja, se Bled je lepo, pa tam je 90% tujcev. Tam bo sploh Slovenca ne vidiš. Slovenca ne bo videl, ne, on ne more reči, v Sloveniji pa res so ljudje prijazni, ne vem, gor pa dol. Ne. Tudi hrana je tam, so cene bistveno višje verjetno kot drugje. Ne. Veš, ni to tista pristna Slovenija, ne, in isto je to velja, vse to velja tudi za Tajsko, to velja za Filipine, za vse velja. Ne. Jaz se pa poskušam vedno temu izogniti, če se le da in se da. Ne. Sem zahteva pa več znanja, ne. Ker sem specializiran, meni to niti ni težko. Ne. Je pa res, da vse tisto, kar ponujam, vedno prej obiščem, ne grem na slepo. Ne. Jaz tudi tem agencijam dol zaupam do ene meje, boljše preveriti dvakrat, kakor pa pripeljati tudi dol, pa potem ni to. Ne. Oni ti lahko vse živo obljubljajo, pa nič ni. Ne. Kako da si se pa odločil za to biti vodič agencijo, te to veseli? To je bolj, tako rečemo, to je bolj, sicer profesionalno, pa bolj hobi varianta, od tega ne živim, ker pač ne moreš živeti, ne, sploh pa ne samo z eno destinacijo, kot so Filipini. Recimo vedno, bolj sem tako, bi rekel, raziskovalen tip, ne, tudi veliko se poglabljam, veliko berem, jaz sem veliko na internetu, pa vse, kar se da, veliko se pogovarjam, jaz sem se s Filipinci ogromno pogovarjal in pač, veš, moraš biti v tak karakter, ne. Veš, stvari te morajo zanimati, no. Če te ne zanimajo, potem je vse površinsko, ne, veš, jaz pa se pač, in sem se odločil, rečemo, v navednicah na stara leta, pač sem se odločil, sem rekel, čas imam, pa bom začel to resno, sem licenco tudi, sem dobil licenco, sem si uredil, licenco v smislu tisto kot vodnik oziroma spremljevalec, kar je zelo zahtevno, ne, to ni, da greš tja pa dobiš. Vem, sem bil na izobraževanju in to je najbrž težje narediti kot en letnik faksa. Res je težko, ne, predvsem te izpiti, ker imaš v enem dnevu 6 izpitov, ker to je res težko. Ampak sem se odločil, mi je nekako uspel, potem sem pa začel probo ne, in potem tudi s pomočjo, recimo, s tvojim sodelovanjem se je to začel razvijati, ne, veš. Je pa res, da eden, če sam začne, ne, da bi kar tako na suho začel, ti lahko brezplačno ponujaš, pa ne boš na ljudi.
Ne, ker tukaj je težko si ime narediti, rabiš veliko časa, da se ime narediš, da ti ljudje zaupajo. Ne, se veš, eden neznan pride pa kar reče, ne vem, dajte 500 evrov akontacije, vas bom pelil tja, veste. Ja, sej to težko, ne, sej tudi ne, se verjetno že velikrat naredilo, da je do komu dal 500 evrov kontacije, pa jih ni nikoli, pa ni šel na potovanje, ne 500 evrov vedel. Afera, ne vem, koliko 6 let nazaj v Kopru, ki je ena agencija ponujala prevoze s križarkami, ne, pa so ne vem, koliko paketov prodali, potem so pa agencijo zaprli, ki je propadla, ne, ljudje so plačevali 1000, 2000, ne vem koliko evrov, ne, in to je šlo ogromno denarja, ne, in seveda, veš, takrat je bila to afera, se je tudi v časopisih pisali, veš, ljudje so seveda nezaupljivi, ja, veš, in potem se težko odločijo, ne, če so pa te znane, renomirane agencije, to se ve, ima en ime, ve se, da so dobre in tako naprej in se potem odločajo raje za njih. Ne, za tega pa tudi, ko začnem sodelovati, ne, recimo s eno stranko, ne, s potnikom ali kukar, ne, jaz vedno damo tam majhno akontacijo 300 evrov, ne, tako da imam boljši občutek, ne, ker se veš, kako 300 evrov še preboliš, če bi bil hotel, bi ga ugoljufati, recimo večje vsote pa ne, in tudi letalske karte, ne, jaz sodelujem pač, a lahko imenujem ali ne? Lahko. Jaz to z agencijo, to je ta gorenjska agencija po svetu, to so zelo dobri. Jaz sem to že stokrat povedal, da karte letalske tudi kupujem. Ja, to, mislim, so res elastični in tako naprej, z njimi sodelujem in tudi stranke ne plačujejo meni karte, kupujejo karte direktno pri njih. Ne? To je še ena garancija več, ne? Da tukaj ne more biti do goljufije, ne? Ker veš, za 300 evrov ne greš goljufati, za 2000 pa mogoče bi kakšen pomislil, dobim 20 in to je to. Ne? Jaz imam tudi slab občutek, ko imaš zdaj za rent-a-car, da to na kaucijo, ki ti iz kartice vzame, ne vem, 1500 evrov, pa je to svetovno znana firma, pa še prek bookinga vzameš. Pa te je še malo strah, ne? 1500 evrov. Ja, rečemo, v Maroku sem mogel, da 1500 za eno talijo, ki je bila komaj tako redna, ne? Ampak to je bilo eno v teh velikih ponudnikov, 10 največjih ponudnikov na svetu, ne? Vse je bilo vse ok, ampak imaš en slab občutek, tako da tudi ljudi zastopim, no. Ja, ne, jaz jih čisto ne. Ali pa ne vem, se je bil primer, ko so okna kupovali ljudje, pa so dajali po 15 urju, pa je šlo v stečaj, pa niso nikoli dobili. Ne, jaz to ljudi podpiram, ne, zato ja tudi poskušam tako narediti, veš, da dejansko je cel čas zavarovan do konca, on je zavarovan, plača svojo karto, se pravi nič od nič, on edino, kar je akontacija za teh 300 evrov, pa za to dobi račun, to ni, da je to kar med prijatelji, ne, a veš, zato, ker tudi to je treba povedati, ne, ti za resno organizacijo potovanj moraš imeti licenco za organizacijo potovanj, ne, v nasprotnem primeru si v prekršku, dobiš na glavo finančno policijo in dobro, če tisti, ki imajo 2-3 vodjo, to ni problem, ne, če pa ti kot na črno ti uspe zbrati recimo 10, 15, 20 ljudi, to se razve, lahko v take prekršek padeš, da boš še dolg časa po tistemu joku imel, oziroma dobo sive lase, ne. In se pravi, za temi potovanji je nekdo, ne, in še nekaj, glede na to, da tudi ti delaš promocijo, ne, recimo gor na Facebooku, za tem tudi ti stojiš, ne, ti si ne boš šel umazati imena, ne boš sodeloval z nekom, ki ti bo lahko potem umazal ime pri vseh tvojih sledilcih, ki imaš ne vem, koliko 50 ali koliko 80 tisoč. Imam več. Ja. No, koliko jih imaš? No, na Facebooku jih imam 106 tisoč, pol je pa še YouTube, pa TikTok, pa Instagram, tako da skupaj jih je prek 180. No, 180 tisoč, če si bo šel ti umazati ime, no, vidiš, to je to. In jaz vsakmu rečem, gledajte, garancija nisem jaz kot Klaudijo, garancija vam je lahko, mislim, taka, ko bi rekel, je Gorec Tomaž, ne, ker on se ne bo spustil, da vzgubi dobro ime z enim levakom, ne. No, zdaj mi je par dni nazaj ena namestitev nekje pisala, ker sem bil enkrat pri njih, ne, pa sem jih pol tudi malo reklamiral in so rekli, da če bi jaz to še malo reklamiral, da bi mi oni plačali, ne. Pa sta me dva pisala že en let nazaj, da so bili neki zapleti tam, ne, in sem rekel, lejte, žal ne morem, ne glede na koliko mi plačate, zato ker jaz imam slab občutek, ker sta mi dva človeka pisala, da prva nista bila zadovoljna. Sem rekel, lejte, obstaja tudi možnost, da niste bili vi nič krivi, ker se veš, imaš ljudi tudi take, ki ga lahko daš kamorkoli mu ne bo všeč, ne. Ampak zakaj bi jaz zdaj
mu en tak slab občutek, ne, tako da sem rečemo jih zavrnil, ne, tako kot kdo mi kdaj piše komentarje, vse za denar, da naredim, ne, deleč od tega. Ne, dobro ime je dobro ime. Ja, in jaz pravim danes, ko bi rekel, glavna vrednost neke agencije je dobro ime. Točno, če imaš ti dobro ime, lahko še, mislim, lahko seveda reklamirajo in tako naprej, ampak to je samo tistih 10-20%, ostalo je dobro ime in oziroma dober glas, ne, oziroma dober glas gre v 9. vas ali kako je, to je to. Slab pa še dlje pravi. No, in dejansko do dobrega glasu, a veš, rabaš leta in leta. Ne, in za tega res moraš biti omejen, da si greš to zaradi ene malenkosti, to pokvarsta glas. Ne. In jaz vem, da se tudi agencije, jaz vem, da je imela ena zdana agencija, ki ne bom imenovala, so imeli en problem lansko leto, ne vem, sem ti enkrat govoril, ko so šli nekam v Južno Ameriko in potem je letalski let je odpadel in so se ljudje spravili na te pač agencijo, kako, kakšni so, kakšni niso. Lejte, jaz sem prepričan 100%, da so oni dušo spustili, da bi to na najboljši način rešili, samo včasih se enostavno ne da, ne, seveda. Let je odpadel, čez 3 dni so jim uredili drug letalo, medtem so toliko in toliko časa dopusta dobili, podaljšati bi mogli dopust in to se je vse vlekel in se je potem po internetu, to se je potem pluvalo do nezavesti, lejte, agencija vem, da je naredila kar se da, predvsem ne sem, ker so tako dobri, zaradi dobrega imena, ne morejo si privoščiti kiksov, ne, ker danes se vse razve, včasih se ni, danes pa greš na Facebooku karkoli, ne, in Instagram ali karkoli je in te v trenutku popluvajo. Ne. In potem ljudje to gledajo, berajo in to je to. Ne. A mogoče razmišljaš še kakšno destinacijo delati ali boš sam na Filipinih? Ne, jaz poznam tudi Tajsko, izredno dober. Sam je to, ne smem dosti ljudi reče, mi bi šli radi na Tajsko, ne. Sam jaz, to je moje mnenje, ne. Ko enkrat ti vidiš Filipine, si več videl, kot boš na Tajskem videl. Sicer Tajska, dajmo povedati, je čisto druga kultura, imaš te templje, ljudje so drugačni, to je sploh drug sistem je tam, je pa res, da narava niti... Bi je bilo lažje delati, verjetno. Ja, to je lažje delati, ne, pa tudi Tajska je lažja za tiste, recimo, če meni reče, a bi šel z agencijo, a bi šel na Tajsko sam, jaz pravim, vsak mu rečem, če znaš malo angleško, pa je sam, ker tam dejansko je lahko potovati, ne. In Tajska, je pa Tajska, recimo, glede narave, je sigurno so Filipini lepši. Iskati naravo na Tajskem, ko na Filipinih ne boš, je ni, ne, recimo, pa zelo težko, kaj Tajska dobiš. Je pa na Tajskem res, da so ta, ko bi rekel, recimo, ko bi rekel, Bangkok je meni izredno všeč, ne. Manila je dobesedno nezanimiv, nikakor rečemo, Bangkok je lep, imajo potem to famozno, to nočno življenje, ki dejansko, to vsi tudi reklamirajo. Mislim, Tajska je drugačna, samo še vedno pravim, da pač čez Filipine, pa ne, da bi hvalil, ne, ker poznam tudi Tajsko, čez Filipine, ne vem, jaz enostavno ni, no, recimo, so tako pristni so še in še kdo tisti, ki išče pristnost, ne pa žur do jutranjih ur, kar Tajska je specifično za kaj tazga, je bolj za gre na Filipine. Tisti, ki pa rad se zabava, nočno življenje, to je pa tajska špica, to je Bangkok, to je Phuket, to je Samui, to je Pattaya, ne, to ni, da ni, ne, veš. Je pa še, recimo tudi v Kambodži sem bil, ne, a si bil ti kdaj v Kambodži? Ne. Jaz sem bil dol v Phnom Penhu, sem bil pa Siem Reap, ne, tam, kaj so tisti Angkor Wat, pa to, ti se tudi rečemo zanimiv, ne, Moj brat je bil pa rekel, da je super, ja. Recimo, jaz sem šel iz Siem Reapa, to je tam, ko je Angkor Wat, do Phnom Penha, smo šli z avtobusom, sem šel z avtobusom s prijateljem, to je bilo res, da ni bilo deževna sezona, to je bilo vse posušeno, trava posušena, kolikrat si ti videl dol. Pa smo bili maja, ker se je že v bistvu je že sušna sezona, ne, kolikrat si videl, kaj je rjavga, nič. Ne, vse zeleno. Ja, to je tako, da glede tega, ne vem, pa tudi tako je, že to samo organizacija 2 ali pa 3 potovanj je zahtevna, pa še nekaj, to ni moš ti organizirati čez celo leto, imaš deževne sezone, isto velja za Tajsko, pa Filipine ali pa Indonezijo ima sušne sezone, ne, veš, ne. Tako da je tudi si omejeni s časom, ne, ni, da greš lahko vsak mesec nekam, ne. Pa mogoče še tudi Indonezija, dol, dober Bali, tako prenesiti. A si bil že? Bil. Indonezija sem bil 3-krat, na zadnje 2020. A si bil na Baliju tudi? Na Baliju sem bil, to je bila glih korona. A korona, ni bilo gužve? Ne, ni bilo gužve, ampak sem
sem še 4 dni prej domov šel, zato ker in unga leta, ki sem ga mu jaz blokiran, unga sploh ni bilo. In tukaj tudi moram tega Mihata pohvaliti. Tle mi je on karto prebukiral, brez da bi karkoli zaračunal, ne, tako da jaz sploh ne pomislim, da bi kje druge letalsko karto kupil, kot pri njemu. Ga sem prek Facebooka sem pisal, on čez minuto odgovori, to je nekaj neverjetnega, ne. Tako da nisem Bali pol nič gledal, zato ker sem šel mu namen zadnjih par dni, sem šel pa 4 dni prej domov. To za tega govorim, ne vprašam, ker pravi, da je rado hujš kot Phuket. Promet zgoščen tako, da z mopedom z enega kraja do drugega, ko ima par kilometrov, rabiš pa pol ure. Ne vem, ker nisem niti motorja, ne, jaz sem glih tam prišel, naslednji dan sem pa že šel, no drugače sem bil pa izredno razočaran, ker sem šel iz Lomboka z ladjo do tega Floresa, Lamborbađo, se pravi pomes smo se tudi na Komodu ustavili, te komodski kuščari, pa to pa na otokih, ki so fantastični, ampak to je za svinjano. To vidiš na odprtem morju, pogledaš v morje, plava svinarija, plastenke, še kakšne druge zadeve. Ampak na odprtem, grozno. Imaš pol tam zelo lepe korale, ampak kar naenkrat pa flaše, smeti, katastrofa. A je čist Dipolog, ki si bil? Dipolog je okej. To je pa tako čisto mesto, ki si bil. Jaz sem bil tudi zdaj tam, res je bilo čisto. Da se Filipini niso umazani, niso to. Ne. Tudi rečemo, ne, na Lomboku, ki je turističen kraj. Ne, mislim, tam imaš sam par plaž, da niso za svinjane. Res? Kaj se letos tja grem. No, boš videl. Ne vem, jaz sem šel tam, vidim tam iz motorjem, sem šel Kolnik, je malo višji, vidim tam ena lepa plaža. Grem noter, sem noter prišel. Noter je bilo 100 ton plastenk garantirano. Mislim, v zalivu na plaži. Mislim, noče načistijo. Ne, je bila to res neka plaža, ki ni. Tako da potem sem se hotel kopati na eno edino plažo, ki je bila veš tako not zaprta, da je tako veš... zaliv. Zaliv, ampak zaliv še tako, da je bilo zaprto, da ni moglo noter pridati, ne. Tam je bilo edino, drugače pa grozno, res grozno. Ne, poglej, koliko je čist Bantajan, ta Santa Fe. Tam enega cigaretnega ogorka ni, ne. Ne, pa tudi morje, ne, to je ono čist, kristalno čisto, tako da... Tako sem se odločil, pa tudi veš to vprašanje še koliko časa bo. Je pa Indonezija drugače zanimiva, kakorkoli obrneš, ne. Ampak to, kar se... Tako je, ne veš, Bali, tam, ne, Indonezija je muslimanska, Bali pa niso, hindujce, kaj so, ne. Hindujci in tudi... Flores je pa krščanski. Aj krščanski, ne. A veš, in tudi na Baliju je tako, ne, tam je že 40 let turizem in so se uživeli v to in tudi čistijo to, a veš, na tistih manjših otokih pa jim ni šel krvi to, ne, a veš, da bi, kako bi rekel... Ampak po mojem tudi ne morju, ker preveč svinarije po morju plava. Po morju plava, ja, saj to je, ja. Tako da to nasneževanje, vse to je tudi tam, na Filipinih imajo probleme s to plastiko, pa to veš. Kamarkoli greš, vrečke. Zdaj sem celo bral, da bi pripravljali predpis, zakon, da bi vrečke, da bi kupovali vrečke, da bi bile proti plačilu. Ker to se čisto vsako stvar vrečko in tudi da za eno stvar. In greš kupati, Filipinci gre kupati hrano, ne pride svojo posodo, v vrečko da eno, v drugo vrečko drugo hrano, v tretjo vrečko tretjo, potem pa kam iz to, ne, Filipincev je pa tam 110-112 milijonov, ne, neuradno jih je 120, veš kakšno? Zamisli, če bi mu vsak porabil sam 100 vrečk na let, pa jih ima mnogo več, je to milijardo vrečk, ne, pa še milijardo plastenk, pa sploh se ne pomisliti, ne. Ja, sej voda je tam, ne, voda v bistvu ni pitna, ne. V hotelih moraš imeti plastenke oziroma se tiste pač posode z vodo, ki lahko brezplačno si natočeš, to je tudi treba povedati, ne. Da tisti, ki misli, da je v Sloveniji slabo, ne, na celih Filipinih ni enega hotela, ki ima pitno vodo. Mogoče tisti hoteli, a veš, s 5 zvezdicami, ki imajo svoje čistilne naprave, če ne pa... In zato tudi v vsakem hotelu, ko prideš v sobo, ti dajo toliko plastenk vode, brezplačno, ne. Tako pač je, le. Je net super, Klavdij, najlepša ti hvala za tale intervju. Ja, ni za kaj, ne. Dobro se imejte na Filipinih. Ja, se gremo, zdaj malo, februarja. A je že februarja, pa tudi aprila, tako da. Ja, pa 20 nazaj, potem pa
pač še aprila, maja, glih za prvomajske Za praznike. prvomajske, ja. Ne, zanimivo pa še to povem, ne, da se očitno se spreminjajo način potovanj, ker če je prejšnja leta bil naval na prvomajske potovanja, je zdaj bistveno večji naval na januarske, februarske in marčevske. Ne. Ja, tle je zima, ne, vsakrat saj to, zimo jaz grem tudi na rajš ta čas, ne, tako da ja, tako, je pa koliko dni greste aprilski? 19, če se Ne, aprilski je malenkost, ja, nekaj tazga, ja. 19 dni. Ne, krajše, aprilsko je 17 dni. Vem, da je aprilski daljši kot februarski. Ja, je daljše je, ampak potem aprilska, potem so že določene pač bile tudi tisti zahtevki, so pač prošnje, da bi se podaljšali tako, kot si ti. Ne. Tako da to, če bo res par interesentov je, da bi pač tudi podaljšali, ne, oziroma če bi lahko organiziral, kar ni problem, ne, veste, to se pač da že na začetku. No, meni je to super bilo, rečemo, odlična kombinacija, to prvi 19 dni z agencijo, potem sem pa še 11 dni pa sam, fantastično. Ne, saj vsakmu pravim, ne, saj tudi če ne znaš angleško, ostani malo dol, ker šele takrat boš živo, takrat si odvisen od sebe, ne? Ja. In takrat boš prišel res v stik s tistim življenjem dol, ne, da te en vedno vseh prinese na krožniku. Ne? No, pa tle pri tebi je bilo dobro, eni so ostali na Bantajanu, ne, pa so pol sam na letališče prišli, ne. Pa na Bohol smo šli, No, Slavko je šoke na Mindanao, jaz sem šoke, ti si šel tudi malo okol, ja, sej, to je bilo, ne, tako da super. Enač, hvala Klavdiji, hvala gledalci. Hvala gledalcem, da bojo to poslušali do konca. Ja, tako da se vidimo v kakšnem zanimivem intervjuju. Drugič, če imate pa kakršnokoli vprašanje o Filipinih, lahko pa zastavite vprašanje. Če bom znal jaz odgovoril, če pa ne bom znal, bom pa Klavdija prosil. Ja. Prav, hvala, adijo. Nasvidenje, adijo.